o rangu olimpijskega atleta konjskega, je to od 5 do 10 milijonov verjetno. Ja, mogoče od 2 do 10 milijonov, bi se rekel. Pa je pedigre pomemben, kdo je bil fotor, mama, kako se pa na to gleda? Ja, recimo na to se pa najbolj gleda, ker so konji še mladi. Aha, ok, rdeč gumb. Čakaj, imamo rdečo lučko. 1, 2, test. Dober dan. Dober dan. Živijo? Čau, Gaj, kaj zdaj? Nič posebenega. Jure je ponovadi tisti človek, ki se potrudi z uvodom, tako da bom jaz zdaj nekaj časa tih. Prosil bi te mogoče samo še, če daš mikrofon malo bližji. Okay. Tako da se boš tudi na sluškah slišal, ko govoriš. Ja. In to je to, Jure, zdaj pa, kdo je? Jaz kom čakam. Gaj. Jaz kom čakam, da povem, zato ker Gaj, ki sem ga jaz spoznal, ni bil tak velik fant, kaj danes, ne. Ja. Je bil še precej, pa Gaj upam, da noš užaljen tak mulček. Ampak je meni se zdi, že v 3. razredu roko dvignil, ko so ga v šoli vprašali, kaj bo po poklicu, pa je rekel, hač. So v Ribanci v osnovni šoli rekli, tega pa ni poklica več. Pa Gaj je rekel, je. In ne glede na to, da smo mi avtomobilski podcast, sem jaz danes povabil Gaja Rioso v podcast zaradi tega, ker on edini ve, kaj pravzaprav pomeni ena konjska moč. Pa evo, da povem vsej Sloveniji, tukaj zraven nas sedi mlad, perspektiven jahač, ki jaz verjamem, da bo enkrat prišel s konjem na olimpijske igre. To je to, naprej bo pa Gaj povedal. Šite, zdaj pa kar orenko vod. Gaj, konji praviš? Ja, konji. Bomo pol tudi prišli do kakšnih usporednic z mobilnostjo, pa s kakšnim tvornakom, pa tako naprej, ker nas to zaveda zanima. Ja. Mene pa zanima, vedno rečem, pojmo zdaj ful nazaj, pri tebi niti ni treba iti to. Koliko si star? 24. Ok, zdaj mi povej, če ti rečem, tvoji prvi spomini povezani z jahanjem ali pa s konji na splošno, kaj ti pride na misel? Ja, prvi spomini, spomnim, da sem gledal moje starše, ki so jahali, pol se spomnim, da sem se igral s ponji, jahal ponje, šel sem na pohode, vzel sabo ponja, pač vse sem delal s konji. Ja? Ja. In gledal videe, posnetke. Vem, da smo imeli en posnetek od enega konja, ki je skakal v eni maneži in jaz sem ta isti posnetek gledal cel dan. Na repeat. Ja. To je že dober znak, da te lahko neki cep pol do konca življenja. Ne? Ja. Ker takrat ni bilo teh YouTubeov in tega, da bi lahko gledal različne posnetke, tako da sem en isti posnetek gledal skozi. Jaz se spomnim, ker sem bil mulca, veš, jaz sem pa gledal avtomobilske oddaje in to seveda ni bilo interneta, ne. Jaz sem pa vse, tako je marsikdo počel, sem valjda vse snemal in potem doma imel videorekorder pa tisto kasete, vse na repeat. Ja. Nima veze, to če si videl že 300 krat, vsakeč je zanimivo. Ampak veš, kaj je najbolj smešno? Jaz se spomnim, ko je Gaj še jahal na ponju. Je bil še premehen za une take velike konje, ki jih zdaj jaha. Meni so se kar učala za rosila. Ja, ampak bil pa tudi že dosti velik, da je čez prvo šipo videl iz BMW-ja X3, ki ga je imel njegov oče Max. In jaz enkrat pridem v Ribanco, so imeli tako lepo veliko manežo in Ribanca je ta konc, ki tudi dosti snega vrže. In jaz z Maxom tam stojim, se nekaj pogovarjam in enkrat zaruhni bencinarja ste imeli, ne? Ja. Zaruhni avto in preleti BMW na počes po maneži, veš. in otrgaj, ne. To je bil ti, a res? Ja, ne vem, koliko sem bil star, ampak ne, zelo dosti, 11, 12, 13, 12 po mojem. Jaz tako oprosti Gaj, in jaz tako vaksu, kaj pa Gaj dela? Ja prav, pogledal je postavitev maneže, ne, sem z avtom. Ja, po zimi je bilo maneže zaledenela, malo je bilo snega gor, pa mi je prvo oči pokažel enkrat, pa sem šel pa not, pa sem malo zadriftil. Se mislim, da to niti zakona ne kršiš, ne, tudi če nimaš izpita, ne, na taki podlagi. V bistvu je bil konjski poligon, ne. Ja, zaprt poligon, ne, dobesedno. Ja. Pa že prodan avto je bil. Dej ti pot, še ta vdac. Gaj, koliko pa je razlika v konjskih močeh, ne? Zdaj, veš, ti si začel na ponjih, ne? Dej udar zdaj eno tako primerjavo, Zdaj, bom rekel, ko si profesionalni jahač zaposlen v
v enem najbolj prepoznavnih športno-konjenikskih centrov na Nizozemskem, ampak do tega bomo kasneje prišli. Ampak če zdaj razmišljaš, kako je bilo krotiti takrat ponija, pa danes te konje, ki so pa v bistvu dirkalniki na nek način, ne? Ja, različni že poniji, imaš različne ponije, eni so malo boljši, eni malo slabši, ampak recimo, če mečem boljšega ponija, je tako en Fiat 500, teli, ki imam pa zdaj, so pa že tako malo Porsche, pa tele sorte bolj. A pa je lahko tudi ponij Abarth? Ja, lahko tudi. So tudi že malo dražji, ampak ja. Ne, zelo veliko različnih konjev je. Tudi recimo ena konjska moč se ne sliši glih velika, ampak ena ta prava konjska moč je pa kar močna stvar. No, ampak mi se sploh še v bistvu nismo dotaknili discipline, v kateri jaha Gaj, ne. Tu so tudi, mislim, tudi konjske discipline se med sabo precej razlikujejo, ne. Zakaj ne bi bilo prav, da bi te rekel najprej, a so galoperi kralji, bom rekel, konjeniškega športa ali ne? Ja, čisto različno za katere ljudi, ne. Galopske dirke so mogoče tako najbolj prepoznavne, tudi stave potekajo v tej disciplini, ne. Jaz se ukvarjam z preskakovanjem ovir. Ja. In to je tudi olimpijska disciplina? Ja, tudi olimpijska disciplina, ja. Pa tako, kaj bi ti ocenil, ne? Ker, verjetno, kot si že sam omenil, spektakularno je, ko gledaš tiste galoperje, ki se rampa odpre, pa je to štart kot v formuli, ne? Ja. Cel pogon v zadej, ampak pri vas tudi ni dosti drugače, sam, kar se moči tiče, ne? Ja. Ne, recimo, ja, pri galopskih je najbolj važna brzina, se mi zdi, ne. Pri preskakovanju ovir je pa še, moraš se konj dobro obračati, dobro moraš skočiti, poslušen mora biti, ampak tudi hiter mora biti, ne, in ja, ne sme biti počasen, zato ker na koncu še zmeri zmaga on, ki je najhitrejši, pa ki ovire ostanejo gor, da ne podre nič. Tako da ja. Jaz imam že ta prvo absolutno laično vprašanje, ne? Ustrem. To se pravi, imamo različne pasme konjev, se reče pasma? Ja, pasme. Ok, zdaj pa ti povej, oni konji, ki so na galopskih dirkah, oni, ki so šprinterji, ne? A se to izključuje, a so taki, oziroma kakšne sorte konji so pri teh dirkah, pa pri konji za preskakovanje ovir in a lahko potegneš kakšno sporednico, menda ni to ista pasma, ali je? Ne, to ti, ki so na galopskih, to so polnokrci. Ti začnejo svojo kariero, ki so že malo mlajši, ki so tako 2 leti stari, že začnejo dirkati, ali pa pri 3 letih, po mojem. In koliko časa traja kariera povprečnega dirkalnega konja? To pa nisem čisto siguren, ampak se ene par let, kar hitro se strošijo. Tako nimajo najdaljše kariere. Povem, ko so 6, 7, 8 let stari, je že kar konc. Ker recimo pri preskakovanju ovir, te konji so pa toplokrvni, so mogoče mejčken, niso toliko športni, bi jaz rekel, kot teli galoperci, ne, ker te so tudi take čišči stanke noge, čist lahki, mejčken suhi, ja, in zelo veliko krvi imajo. To pomeni, da so zelo taki malo bolj nervozni konji, ne. Te toplokrvni, ki pa mi skačemo z njimi, imajo pa tudi veliko krvi, torej tudi veliko energije in vsega tega. Oni začnejo pa svojo kariero, ko so stari 4 leta, jih začnejo že mečkan jahati, pol začnejo tekmovati pri 5 letih in ko so stari 9 let, bi jaz rekel, so pa že tako začnejo ta velik šport. Se pa je njihov prime takrat pride na mesto, ne? Pol pa tekmujo vse do 16. leta. Recimo, če pogledaš, kjeri konji skačejo na olimpijskih igrah, so ponovadi povprečje, bi jaz rekel, 12 let so stari. Ja, takrat so po mojem v najboljši formi. V življenjski formi. Ja. No, vidiš, ampak stavim, da nisi vedel, no pa se jaz tudi ne, kako je Gaj lepo povedal, kri je bencin, ne? Ja, seveda, ja. Veš, več, ko imaš krvi, boljšo kri, ko imaš več kisika, prineseš, več celice dajo od sebe, ne?
Se to je zanimivo gledati, sej konji so atleti, tako kot imaš človeške atlete. Ne? Meni je zanimivo, sej bi me zanimali tudi, kakšni so različni režimi treningov pa tako naprej. Sej tako kot pri ljudeh, sej to je zanimivo spremljati. Sej smo na podcastu, bomo vprašali. Aha, pa na kakšen način, mislim, sej to je tudi izjemna eksplozivnost, mora imeti konj pa zmogljivost, da preskoči na dvojno overo, ne vem na kateri višini je, koliko je to, 1,40 m? Bogaj je povedal. Ja. Veš kaj je bilo meni najlepše, pa to zdaj, ki sem ga poslušal, ne? Veš, lepo je razložil razliko med galoperji pa preskakovanjem zaprek. Jaz sem to tako videl, kot med formulo pa rallyjem. Evo ti ga na. Veš, jaz sem zadnjič, ko Cinemi gredo gor, da ste videli, da ne lažem, jaz sem bil zadnjič na Nizozemskem, na njihovem domačem posestvu, ker tam Gaj živi skup tudi starši, ne? Ja. In je probal enega novega konja, ne? In to je smrtno tišina ratala, veš, Manja, moja bivša razredničarka, živi v Pršico. Še tako? Ja. Okay. Pa Max, veš, sta gledala, sin, komunikacija, veš, starša sta bila tudi tvoja prva trenerja, ne? Ja. Veš, totalen fokus in Gaj tako prijaha, prva zapreka, bam, čez, proti ograji, veš, za rob, pa tako meni se je zdelo vrhunsko, pa tako Gaj pride v krog, pa reče, lej, je potencial, malo še tiste mehkobe fali, ampak ma. Ja, seveda, moraš znati prebrati, tako kot avto, moraš znati konja prebrati, se mi zdi, ne? Ja, na skoku je res dober občutek konj, sam mečken si slabo obračil, mečken je bilo vse. Ja, malo bi se mogel zmehčati, sprostiti, da bo začel res vse to delati. Ampak da nam zdaj s flow razbol, ko vem, kaj si ti hotel vprašati, lej, najdva vseeno malo zanima, daj malo povej, kako je, mislim, dokam daleč konj skoči, kaj mora preskočiti, kakšne so višine, kako si ti začel? Ja, začneš tako, pa še to povem, ker smo se o tej krvi pogovarjali prej, ponovno pa še hladnokrvne konje, to so polni, ki jih vidiš na njivi, ki vlečejo voz, taki malo bolj težki, počasni konji. Ampak ja, za višino, za ovir je pa tako, recimo začneš na 60, ki pač na začetku svoje kariere sem začel za 60 cm, take čist mehne, nizke parkurje. Zdaj trenutno so pa, v bistvu največji parkurji so pa 160 visoki, tudi kakšne 165 kdaj na olimpijskih recimo. Pomaš pa stacionato, ki je pač ena ovira samo v višino, potem je pa še oxer, ki sta dve oviri skupaj, ki moraš pa preskočiti višino in še širino, ne. To je pa tisto, lahko visok 160, pa tudi širok skoraj 2 metra v bistvu. Moš imeti onega konjskega Sotomayorja, veš, to je bil v višino, Kubanc. Ja, s tem, da on ne pride ko Sotomayor od strani, pa na škarice, ampak pride... Ne na škarice, na flop. Na flop, ne, pa pride direkt, ne. Pa v bistvu ni tako težko eno oviro preskočiti, ne, ampak v bistvu najtežje je cel parkur preskakati, ki ga postavijo kar tehnično. So recimo med zaprekami so distance, recimo, ne vem, pač različne distance, pač zmerijo metre vmes in pa moraš ti se odločiti, koliko galopov boš naredil vmes. Konjski galop je 3,5 metre dolg in pa moraš ti izračunati, kaj boš naredil med eno pa drugo oviro. Tudi ne smeš iti prepočasno, ker pa še cel parkur zmerijo tudi čas in določijo en čas, ki ga ne smeš prekoračiti, drugače dobiš kazenske točke. Pa še moraš pa odločiti, kaj bo tvojemu konju najbolj pasalo, da boš cel parkur preskakal brez podrtih ovir. Hočeš reči, da je, mislim, mogoče se to tebi zdi samoumevno, ampak da če konj ne preskoči ali pa če se kaj zgodi, neka napaka, da je običajno pol to krivda jezdeca? Ja, lahko bi rekel, ja. Pač imaš tudi različne konje, eni so malo boljši, eni malo slabši, ampak dober konj ti lahko tudi kakšne malo bolj zakomplicirane situacije reši, pa ti pomaga, če imaš pa kakšnega malo bolj povprečnega konja, mora pa jahač majčkeno več narediti, da ima vse malo bolj pravilno. Kaj pa razlikuje povprečnega od res dobrega konja? A je to, samo še pod vprašanje, najbrž je to stvar izkušenj, pa mogoče tudi karakterja, ali je to stvar repeticije, ki je bil konj deležen, ali je nekega tudi, jaz ne vem, se tudi pri konju lahko reče, ta konj ima pa en čist naraven talent za nekaj, česar drugi ne zmorejo in nečesa preprosto ne moreš naučiti. A je to tudi pri konjih tako? Ja, sigurno. Eni so pač že rojeni zmagovalci. Tudi vidiš, da eni konji zelo uživajo v tem tekmovanju, ko pridejo v manežo,
v parkour prav hočejo zmagati. Ne? Res? Ja, čisto res. Ja. Kakšen konj je Ciril? Ne, to je meni zelo, zelo zanimivo, ker nikoli nisem imel to vrstnega upogleda v živalski svet oziroma v svet živali, ki tekmuje na tak način. Ne vem, to mi je fascinantno slišati pa poslušati. Jaz sem hotel ti reči, ker ti si tak, ko priješ na dirkališče. Ne, Ne, to ni res. ja, je. Ne. Gaj, on dobi take tenke Ja, sem voznike. vedel, Tako se malo ja. smeji Ne. in pol hoče vedno nažgati tovarniškega voznika. To je Ja, take, in še nikoli v zgodovini mi ni uspel. No, da je nekaj. Jaz si bil pa blizu. Ja. Spomnim se v Španiji, ampak da ne bomo preveč zašli. A veš, kaj je meni tudi fascinantno v športni disciplini, ko nastopa Gaj? Ne? Prvič, moški pa ženske, govorimo o človeških atletih, nastopajo skupaj. No, a obstaja še kakšen šport, kjer moški pa ženske nastopajo skupaj? Kaj pa streljanje? Ne. Mislim, da da ne. ne. Sorry, se mogoče to... Ne, jaz se ga ne spomnim. Jaz se ga ne spomnim, pa sem včasih tudi šport pokrival in meni je bilo to ena najbolj fascinantnih stvari. Se pravi, ti moraš sestaviti skupaj konja pa človeka. Človek je lider, ampak konj je Provider. provider, pa bom Rezultata. rekel... Ne, ampak bom rekel, lej, dirkalnik nima karakterja, ne, značaja. Seveda ga ima. Mislim, Opa, Jure, zdaj čakaj, sama. ne. Zdajle bom pa jaz Čakaj. potegnil. Drugače ti hočem povedati. Kar dobro razmisel. Da ima dirkalnik slab dan, ne, Ja. je veliko kriv šofer ali Ja, pa inženir. ekipa, pa nastavitve, pa tako. Se strinjam, ampak to je pa živa stvar in dve žive stvari uskladiti je vse najbrž malo drugače. Zato, da se ne bo čudno slišalo, ampak Gaja, ti preden greš v manežo, se dobiš z inženirjem, pa kupita nastavta. Ne. Ne. Za skozi iste, ne. Ja. A veš, hočem ti reči, tukaj imaš značaj hača, tukaj imaš značaj konja. Kar je pa mogoče zanimivo, če tekmujemo na travi, damo štole noter v podkvice. Kaj so štole? To so pa ene take železne, tako kot recimo fuzbaleri imajo Lamprce v isto. bistvu, Ja, dodatne. zato da jim ne drsi, ne. In to prišrafaš noter v podkve na vsako stran eno. Ja, in potem se moraš pa odločiti, kakšne štole boš dal not, da ne bojo prevelike, ker pač moraš se pogrezati v travo, da ne daš narobnih pritiskov na nogo od konja. Ampak ne smejo biti pa tudi premehne, ne, drugače jim bo drsel. Tako če dežuje ali pa odvisno od vremena, kakšne daš noter, ne. Wow, Ker smo bili v tem. to pa nisem vedel. Ja, zdaj lahko začnemo že sprašovati, kako je z moškimi, pa ženskami, pa s konji. Čak, eno sem še prej pozabil povedati, ker priznam, da ne vem, pa me zanima. Prej si rekel, galop je 3 metre. Kaj je to? 3,5, ja. Kaj je to sklop korakov? Ali? Aha, ja. To je pa malo težko razložiti. Pač, kako on galopira, ja, naredi... Se pravi, premik vseh 4 nog Ja, premik vseh 4 je nog. 3,5 metre. Ja, ja. In ti moraš linijo, Recimo, če galopira, od takrat, ko da prvo levo nogo na tla, Pa tako, se da spet. Ja, takrat, ko da spet je vmes 3,5 metra. No, če ste mislili, da je težko avto voziti. A? Zdaj sem grunto kukrapen, res hiter šprinter. A veš, koliko časa je v luftu med enim in drugim korakom, ali pa med tem, da levo nogo na tla, pa da spet, ki teče na 100 metrov. Mora biti po mojem tudi kakšna nora razdalja, ki je zdaj laik ne bi vedel, mislim, bi ga presenetila, pa bi nas presenetila. Ampak, Gaj, koliko je ponovadi parkour dimenzijsko? Veš, ali pa recimo, to je koliko, 2 fuzbol placa. Ne, Ne. Ne. manjši. Pol Ja, fuzbol tako. placa. Pa recimo, kaj bi jaz rekel, bo prejšel ene 60 metrov širok, pa ene 80 metrov dolg. Aha. No, in tam ti postavijo zapreke, Ja. ne? In unkaz te zapreke postavi, kad tekmo postavi, tako kot na smučanju v kolu. Ja. Ja, ima zelo pomembno nalogo pač. Ima zelo pomembno nalogo. In pogreš pa ti peš not, pa si izračunaš te galope. Ja, jaz grem peš not, vidim, kje bom jahal točno. Onda, ja, noter imamo ene 12 ovir, vmes je tudi troškok, pa dvoškok, ker troškok so pač 3 ovire zaporedoma, vmes nariš 1 ali pa 2 galopa. In pol moraš ti prekorakati vse te linije, ovinke. Včasih lahko skrajšaš kakšen ovink, če hočeš biti malo hitrejši. Včasih greš lahko mečke bolj na zihar, pa greš malo bolj počas, malo bolj okol, da prideš naravnostno zapreko. Ja, pa moraš pa vmes pač prekorakati distance in se odločiti, kaj je najbolj za tvojega konja. Vsi konji nimajo isto dolgega galopa. Eni imajo mečken krajši, eni mečken daljško, recimo en konj lahko naredi med eno pa drugo oviro 7 galopov, medtem ko drug konj naredi 8 galopov.
Lahko tudi isti konj naredi tudi 8 ali pa 7 ali pa celo 6 galopov. To se moraš odločiti, pa odvisno, koliko hiter hočeš biti, pa koliko hočeš riskirati. A je še kakšna fora, ko si prej povedal za travo, a imaš tudi pri uzdi, imaš kakšen bolj športen volan, pa imaš športen volan, kdaj kaj bolj zategneš? Ja, za uzde to imam pa jaz zelo veliko teh različnih živali in ust. Včasih kakšne živali izgledajo tako mogoče mečkam bolj ostre, ampak to je vse odvisno od jahača, kako on jaha. Jaz imam zelo veliko različnih ust in veliko različne opreme, tako da probamo najti za vsakega konja tisto opremo, ki mu najbolj paše. Se pravi, še to, da razložimo, uzda je to, kar ti v rokah. To, kar je na glavi, pol vaj, tisto, to, kar imaš v rokah, živale pa tisto, kar ima v ustih konj. Brzda. Rad bi se osredotočil na tisto, kar si ti rekel, ker če se res recimo nisem vedel do prej, ravno preden si ti prišel, Jure, rekel, da je to eden redkih, če ne edini šport, kjer moški in ženske tekmujete v isti konkurenci. Pa me zanima, pa s tem nočem reči, da je nekdo boljši ali pa slabši, ampak obstajajo razlike, take, ki jih lahko pinpointaš, da rečeš, ne vem, mogoče pa je ženski spol pri nekateri stvari pri dirkanju s konji boljši zaradi nečesa in moški, a obstaja sploh kakšna razlika ali ne moš nobene definicije narediti, diferenciacije med spoloma, recimo? Ja, med spoloma bi jaz bolj težko naredil glih razliko, ampak lahko pa narediš razliko v teži in velikosti jahača. Recimo, če en moški, ki ima 85-90 kg, kar je že kar veliko jaha, ali pa če ena ženska, ki ima 60 kg jaha, je teh 30 kg razlike, in to zihar pomaga, pomeni nekaj. Ja. Drugač pa tudi odvisno od konja. Kakšni konji so mečken večji, malo bolj močni, kakšni so mečken manjši, in pa moraš ti uskladiti pač najboljšo kombinacijo med jahačem in konjem. Se to je tako kot pri plesu, tudi vsak plesalc ali pa v bistvu pri katerikoli stvari, moraš najti pravega partnerja, se mi zdi. A gre pol tudi tukaj, tako kot pri plesu ali pa kje, kako se ujame tvoj karakter, tvoje znanje, izkušnje s konjem in obratno. A si najdu konja, ki si rekel, posluš, v tega konja sem vložil toliko časa, jaz mislim, da se z njim ne zmorem razumeti ali pa mislim, da bi moral najti nek drug način ali pa kako gre tukaj. Ja, sigurno, eni konji znajo biti kar malo zakomplicirani, tako da moraš se res osredotočiti pa probati najti najboljši sistem in najboljši trening za njega. Včasih tudi ne rata, pa probaš kakšno drugo kombinacijo najti, mogoče drugega jahača, različne treninge, pač veliko različnih stvari, mogoče kakšni konji morajo imeti malo več recimo mora biti v izpustu na pašniku malo več kot kakšni drugi konji, ker tega, ko so na pašniku, se zelo relaksirajo in sprostijo. Kakšnim konjim ni to všeč biti na pašniku, recimo v zuniji. Ampak ja, najbolj pomembno je, da se konj dobro počuti pod jahačem in z vsem ostalim tudi in prehrano in ja. Če vzamemo vse te stvari, ki jih razmeroma lahko nadziraš ali pa prilagajaš, je to prehrana ali je to konec koncev tudi oprema, ki jo uporabljaš ali pa pristop pri treningu, a je lahko ključen faktor ali pa je tudi energija, ki jo ti čutiš ali pa mogoče ta neka tesnejša povezanost z živaljo, ki ti lahko ustreza ali pa ne. A jaz malo zdaj lesajnam, a je to nekaj, kar ti lahko z enim konjem se takoj poštekaš, pa mogoče niti ne moreš reči zakaj. A veš, tako z enim človekom lahko, ali pa mogoče imam jaz dva inženirja s praktično enakim znanjem v enem sestavnem delu, pa se z enim z lahkoto pogovarjamo v vzmetenju ali pa v petju, pri enem Porsche, z enim se pa kar težko steče flow, zato ker si z nekaterimi ljudmi si bolj odgovarjaš, je ta raven energije, ki jo oddajaš in sprejemaš, se lažje poklapa. A je v tem razmerju, na relaciji konj-jezdec enako? Ja, mislim, da je zelo enako. Z enimi konji se zelo dobro povežeš, brez da bi vedel zakaj. S kakšnimi konji se vam malo težje povežeš. In mogoče kakšen drug jahač laže? Ja, točno to, ja. Zanimivo je. In tudi je zelo važno, ne samo, ker imamo pač so jahači, pa so pa tudi grumi, ki skrbijo za konje, ker en jahač ne more vsega sam narediti. Ne. Tako je tudi zelo pomembno, da ta grum, ki skrbi za tvoje konje, da se tudi on dobro poveže s konji in da se konji dobro počutijo in da so veseli
in pol bojo tudi dobro tekmovali. Cela ekipa mora Prav, biti. grom je tisti, ki tep konja pripravi ga za sedla. Ne? Ja. In če bi bil on živčen ob konju, tam neki zatekval, Bi bil tudi konj živčen. bi bil tudi konj živčen. Ja. Ampak prej je dal Ciril ful dobro istočnico glede plesa. Ne? Ampak pri plesu je tako, da pač plesalka ne nosi podku. Ne? Ni težka 500-600 kg, pa predvsem tudi, če imaš plesalko iz tujine, ponovadi govorita skupni jezik, ne? Če tudi je tuj jezik. Ne? S konjem pa ti ne moreš, jaz nisem še Gaja videl, da bi tam prišlo, pa bi hrzala. Ne? Kako se ti pogovoriš? Kako se ti s konjem pogovoriš? Ja. Kaj narediš? Ali pa, mislim, prej mi je bilo zanimivo, Ciril dal to istočnico, ki si rekel, da eni uživajo. A imaš ti konja, ki naprimer ga moraš pohvaliti, preden greš na tekmo? Ja, sigurno, zelo pač konje moraš vedno pohvaliti in da greš priboljške, da so veseli, da ti zaupajo. Ne smeš jih dati v kakšne situacije, s katere ne morejo ven priti, brez da se kaj poškodujejo ali pa kaj takega, ker pol se prestrašijo. Pač, če se počutijo varno in če jim je všeč, kar delajo, pol se potrudijo zate. Če se pa ne počutijo dobro, pol se pa mečkano potrudijo. Kdaj te pa tvoj konjski atlet najbolj razjezil? Kaj te najbolj razjezi na konju? Kaj je ono, ki pa pri jezdecu, bom rekel, pri šoferju na eni tretji zapreki, ki ti paralelo udaraš ali pa zategneš v levo, konj pa neki tam zabluzi. Kaj je tisti element, ki tebe najbolj razjezi? Ja, jaz bi rekel, takrat, ko sem najmanj vesel, je, če kakšno vadbo ponovimo pač znova in znova in če bi mogel se že končno naučiti nekaj, ampak se pač ne nauči nekako. Ampak ja, se ne moreš biti glihke jezen, ampak pač mogoče si malo razočaran, ampak probaš kaj drugače narediti. A pa viš, da bi pomagalo, da bi bilo tako kot na basketu, ne? Ker mene, moja dva brata skozi me zabavata, da jaz v basketu ne vem nič. Ti kdaj, naprimer, kaj je zdaj konj, ki največ z njim jahaš, kako mu je ime? Imam enega, ki mu je ime Hero. No, Hero. A se ti pa Hero kdaj skupaj sedeta pa video analizo pogledata? Jaz bi se z njim, ampak on ne vem, če bi kaj dosti razumel, kar bi mu jaz razlagal. A pa viš, da bi bil nervozen, če bi sebe videl? Ja, mislim, da bi bil. Kaj pa zdaj smo govorili o napakah konja, kaj pa najpogostejša napaka, ki si jo pripravljam priznati, da jo ti narediš, ne vem, a narediš kakšno napako pogosto, pa si rečeš, spet sem tukaj nekaj zafrknil. Ali pa kaj je, recimo, mogoče tvoja pomanjkljivost, ki jahaš? A imaš kakšno hibo, ali pa mogoče hibo, ki si jo že znebil, ki je bila mogoče tvoja karakterna, ali pa tako, to me zanima. Včasih, že nek dolg čas nazaj, vedno, ko sem začel pač svojo rundo v parkurju, sem na ta prvo zapreko ponovadi malo prepočas prišel. In to, čeprav sem razmišljal in vse to, ampak kar nekako nisem dobil ritma na ta prvo oviro. Po te prvi oviri je vse šlo v redu, ampak do te prve je bilo mečkano zakomplicirano včasih. Ali pa tudi z vsakim konjem recimo, je različno. Ne? Kakšni konji se mečkano bolj uležejo not v vink, jih moraš malo bolj naravno zdržati. In pri vsakem konju imam kakšno drugo stvar, na katero bi se malo bolj rad osredotočil. Recimo na temu konju, ki mu ime Hero. On vedno na vsakem skoku skoči malo v desno. In moram skozi imeti v mislih, da ga drži malo v levo, da gre naravnost, ker medtem, ko on skoči malo v desno, zgubi moč. In pa tudi kakšne distance, ki so recimo če iz linije, iz ene zapreke zlomljena linija v levo, če on skoči v desno, bo takoj po zunanji liniji šel, ne? In bo ta distanca se spremenila, bo malo daljša in pol, recimo pri njemu se moram na to najbolj osredotočiti, da ga držim naravnost. To gre pa že za take nijanse, pa za tako peglanje te vožnje. To je tako res, kot F1 dirkač, ki mora spraviti skupaj krog, pa gre dejansko za tisočinke, niti ne za desetinke in stotinke. Ne? Ampak ti si tudi to predstavlja, ne? On ima quattro, ne? Konj je 4x4. Ne? Ja. Ja. Gaj prav se uleže v vink, se pravi, Gaj mora biti in šofer in motorist. Ja, vse. Pa tudi recimo po mojem zato vedi on v desno skoč, ker je njegova zadnja leva noga mečkeno bolj močna kot zadnja desna in ko porine bolj z levo nogo in zato ga v desno nese. Shit. Zdaj, ko sem že motošport omenil, zdaj mingrede na Nizozemskem F1 dirka se odvija. Ti, ne vem niti razloži, kako je sestavljena sezona, ali gre za neko serijo eventov, ali ti skozi sezono jahaš
vedno istega konja ali ti konje menjaš, kako je to? A veš, a si ti tako, bom rekel, profesionalni dirkač in eno sezono odfuraš z enim konjem? Kakšna je situacija? Ja, čim več konka imaš za ta velik nivo, tem boljše je, ne. Pa jih lahko malo menjaš, zato da se ne skurijo vmes. Jaz imam trenutno 10 konj v svojem treningu, pol jih pa malo menjamo, recimo en konj je najboljši, če skače recimo en vikend, v enem vikendu skače 3 parkurje, pol bi mu jaz dal recimo 2 tedna frej, pa spet šel na novo tekmo. Pa vmes seveda treningi. Ja, vmes treningi skozi, ja. Recimo konj ima povprečje 6 treningov na teden, en dan mu damo frej, to ne pomeni, da sam stoji v boksu, ampak še zmeraj gre ven, recimo malo izpust ali pa v sprehajalno mašino, nekaj, da se zgodi, pa še vedno se morajo premikati. Čim več se premikajo, gibljajo, tem boljše je, ker če konj cel dan stoji v boksu, to ni dobro za njegove možgane in za njegovo telo. In ti, če imaš občutek, da si ga preforsiral, se to verjetno začne kazati na napakah, pa tako naprej. Pa mogoče tudi, kako je pa s pogostostjo poškodb v tem športu, pri konjih? In mogoče pri jahačih, no? Pri jahačih, večinoma jahačev imam probleme z hrbtom, bi jaz rekel. Seveda. Tudi jaz imam probleme s hrbtom, ampak moramo malo telovaditi v to, pa je pa malo boljš. Masaža pomaga? Ja, masaža pomaga, ja. Pa fizioterapije in tako dalje. Tukaj pri konjih, ne? Ja, kot pri konjih. Konje tudi konstantno pregledujemo z veterinarji, zato da da se dobro počutijo, da ni kakšne poškodbe, za katero včasih sploh ne vemo, da je. Probamo preprečiti vse te poškodbe. Zato pa tudi ne smemo prepogosto skakati, ker vsakič, ko se konji skočijo, preletijo s kar veliko težo na tlane in pol poškodbe ratejo, če prepogosto skačejo, bi jaz rekel. Eni konji lahko malo več pritiska vzamejo, eni malo manj, ampak ja, moramo biti zelo previdni z vsem. Ampak tu smo enkrat imeli eno debato, pa ne vem kje, ampak vem, da mi je v glavi stalo, če je na primer galop zelo naravno gibanje divjih konj, ne? So bili eni mnenja, da skakanje ni, ampak če ti pogledaš divje konje, pa v resnici je veliko skakanja, ne? Ja, se tu zdi, pa moraš skočiti čez drevo ali pa kakšne ovire, ki pred njih pridejo, mora biti zelo gibčni in vse to, ne? Ki bežijo pred medvedom ali kaj se jim, tudi mora kaj skočiti. Ja. Tako da mislim, da je kar dovolj naravno. Pač ne mogoče na tej višini, kot skačemo zdaj, ampak tudi čez leta smo tudi malo spremenili te naše konje že, ne? Da so malo bolj atletski. A si videl primerjavo nemškega ovčarja leta 945 pa zdaj? Kakšna razlika je, kaj je ta overbreeding, ti si pa res grozen? Kaj so naredili, recimo predvsem pasirejci z določenimi pasmi? Ja, pri konjih se pa to ni toliko spremenilo spet, ne? Ne, tudi pri konjih recimo je zelo pomemben, pač za rejo vzajemo tiste konje, ki so najboljši, najbolj fizično in vse, najboljši v športu, ampak tudi samo tiste, ki so zdravi, recimo, ne? Konje, ki niso zdravi, ni dobro, da gre naprej, ja, ker pol bojo tudi potomci podedovali te stvari. Zato je tudi po mojem jasu. Ne, veš, kaj sem prej še hotel reči, ne? Koliko si že Ciril visok? 175. Jaz sem 178. Pa približno toliko še širok. Ja, jaz tudi. Mene bi Gaj mogoče s konjem prej, vseeno prej preskočil, koliko mene prišel, ampak ne, fascinira me ta moč, ne. Se pravi, Gaj s poltonskim konjem skoč praktično našo višino. Oziroma, če gledamo vrh konja, je bistveno več, kot sva midva visoka. Ne. Je po moje že pri bratu Kapetanoviču. Ne. Ja, bi rekel, ja. Ampak Gaj, dej opiš malo to moč. Ne. Kako mene je to vedno fasciniralo, ko sem me parkrat lahko, ko sem spremljal kot športni novinar ta šport, ker sem bil res blizu, med overami, tudi s fotoaparatom v parkurju. Ne. Ampak to je res silovito, ne. Ko se ta konj odrine z jahačem skupaj, kako pa ti to občutiš? Ne? A znaš to opisati? Mislim, jaz sem si to vedno tako predstavljal, da bi launch control odpel. Ne. Veš, kaj on tam pride z eno brzino, ki spet ni tako velika, pa pogledaš uno dvojno zapreko. Ne. Pa eksplozija moči, ne? In to se res napne katativa, ne? Kako pa ti to občutiš? A ti je bilo to prvič grozno, a ti je takoj dober? Ali... Ne, to se navadiš, ne. Tu začneš z majčkimi manjšimi ovirami, zato ker ja, ta skok je kar tako silovita stvar, ne.
in moraš imeti dober, pač v dobri poziciji moraš biti na konju, da čim bolj absorbiraš to moč. Ampak če pa res porinejo, pa je pa zelo dober občutek. Pač tudi različno konji porinejo pred skokom. Eni zelo skočijo, ene moraš mečkaj bolj spodbuditi, moraš malo bolj pomagati, ampak ki res skoči, to je zelo, zelo, zelo dober občutek. Je feeling na power. Ker launch controlu nisem na GTR, veš. Ja. Na podvozi od dakarskega kamiona. Mal je občutek ugodja, mal si vesel, res mora biti fajn. Ker nikoli ne bom vedel, kako je. Zdaj, ko smo ga konja probavali, je res, res dober občutek na skoku. Zato ga tudi smo ga obdržali. Kaj je tudi po letu tam proti ratam, proti robu parkurja, tam, kaj je ograja. Tam, kaj ni izletne cone več, ampak ga je tu, ne vem, kaj je naredil, ampak tako, vse je šlo zelo na smut. Čeprav meni se je zdelo zelo, bom rekel, ne robustno, ampak dramatično. Konji imajo dober ABS, ne? Dober ABS, ampak kljub temu pa ta vrh, ki dosežeš, ne, pa pol, ko čez grivo dol pogledaš, kaj je tudi kar neki potišeno vzdolj. Kaj pa te paci, gaj? Paci, ja, to se skozi dogaja, mislim, se ne moreš kaj dosti narediti. Imamo vedno čelado gor. Želvo, ščitimo, ja, tudi želvo, eni jo imajo, eni nimajo. Pa imamo tudi zdaj airbag, ker se prpneš na sedlo in pol, če padeš dol. Kako pri motorjih pol? Ja. In pol, a pa tu imaš prav na tekmi lahko? Ja, je dovoljen. Tudi, jaz trenutno še nimam, ampak po mojem bom tudi si mogel kupiti. Drugače pa paci so tudi kar veliko poškodbe. Tega se najbolj polomil je bilo, ko sem imel enega novega konja in zgleda, da ta energija med nama ni bila še najboljš, ker sem se usedel gor in nekaj se je ustrašil, mogoče mene, mogoče kaj drugega in je začel malo prehitariti. Pol pa v bistvu, vihr, to je to na vrh hrbta, tam, ko sedlo pride, je bil kar nizek, tako da se je moje sedlo na ovinku zavrtel in pol sem dol padel in pol se je konc spet mene ustrašil in je mi skočil na hrbet in sem si zlomil 5 reber, kar je pa kar bolelo. Prav skoče na tebe? Ja, med tem, ko sem jaz pod njega padel na ovinku in on je proval straniti od mene in nekako sva se zapletla v glavnem. To je splet okoliščen, ko se zgodi padec ali pa neka stvar, ki niti ne moreš razložiti, kako se je to zgodilo. Veš, kakšen avto, ko se zaleti. Se pravi, verjetno zadnjo levo ali pa zadnjo desno od tvojih reber odrinil. Odrinil se je v bistvu od mene. Jaz sem bil na tleh, on se je pa od mene odrinil, ko je hotel stran. Kaj da bi bilo ti roko pod Nissan GTR ali pa en športni avto, pa bi bil launch control naredil. Skaj, je bolj zanimivo to, ne, da pri vseh motošportih pa takih zadevah imaš varnostno kletko. Ne. Ja. Klej si pa precej na MotoGP varianti. Ne. Ja. To se ni niti zgodilo med skakanjem, ne. To je bilo samo med normalnim vsakodnevnim treningom. A imate kakšnega opravka s kakšnimi borci ali pa zagrizenimi predstavniki organizacij, društev za zaščito živali? Ja, imamo. Vedno več se mi zdi. Ja? Ja. Kakšni so pa njihovi argumenti? Ja, oni rečejo, oni pravijo, da to ni normalno, to ni naravno, ne, in da mi da so konji prisiljeni v preskakovanju ovir. Ampak jaz bi rekel, da veliko večinoma konj uživa v tem. In to ni samo, da jih mi vzamemo in skačemo z njimi. Ne? To je cel dan se ukvarjamo s temi konji, jih masiramo, jim vso potrebno nego damo, dobro prehrano, poskrbimo pa, da se dobro počutijo, ne? In da imajo veliko free time in da so veseli, da niso prisiljeni v neki. Jaz to sploh ne dvomim, da skrbiš za atleta, ki ti omogoča ali pa skupaj s tabo živi ta življenjski stil. In za take, za F1 dirkalnik, ne, noben avto ali pa dirkalnik nima boljše nege, z boljšim orodjem in tako naprej. Pri dirkalnih konjih mora biti najbrž zelo podoben. Ne. Ja, in kako on prije noter v ring, eni hočejo zmagati, ne, se borijo in bi naredili vse za to, da pridejo pol na konc tekme še noter za podelitev nagrad. Ker pa tam stojijo ponosno in so prav veseli. Začutiš zadovoljstvo v živali tudi na nek način. Si lastnik psa tudi ve, točno ve, kdaj je, jaz vem, kdaj je Gizmo vesel, pa kdaj bi najraješ popizdal. Kaj pa to? Ne, ful mi je zanimivo, pa mislim, teb absolutno verjamem, zato ker ti res
si zrastel, da ne rečem na konju, ampak s konji. Ne? In tudi mogoče je prav, da povem, kle v eter, tudi njihov družinski odnos do vseh živali. Ne? Ne, meni je bilo interesantno, odgaja oče. Ne? Je na Nizozemskem rešil 2 kuri. 2 kuri, ki bi tam iz sosedne farme bi šle, veš kam, ne? Župo, kakšno salamco, pač nekam, ne? Se zatekle k njim na posestvo, ne? V zelo slabem stanju so bile, ne? Ker se veš, kakšna je zelo intenzivna pridelava jajc in tako naprej, ne? Ja. Pa da ne bomo zapletali. Ampak Max pa Manja pa Gaj so te putke rešili, ne? In v času mojega obiska sta z mojim sinom, pa tudi jaz sem malo pomagal, naredila najlepši kurnik, kar sem jih jaz videl. To pravo vilo. To pravo vilo, ampak to z vso skrbnostjo. In te 2 kuri imata tam privilegij, da po posestvu Riosa, Equestrian Team hodijo po košeni travi, nobenih nikamor ne preganja. Čeprav je trava zelo nagovana, ne, in spet pridno nosijo jajčka in živijo v vidu. To je life, stari, ti dosta loterijo za delati kure, stari. Ampak prav res loterijo. Escape from Alcatraz. Ne, veš, ko ne bi pričakoval nekdo, ki se res ukvarja z živaljo, ki je res impozantna. Ne, saj tudi, ne vem, tu bom, ali pa če te zdaj vprašam, Gaj, zakaj konj, ne? Vsa ta eleganca, a tep, kako ti gledaš na konje? Tudi to v bistvu živalsko lepoto njihovo. No? Ja, mislim, so zelo lepi, ampak jaz jih gledam kot ene prijatelje. Ne? No, vidiš, to je to. Ne? Pa meni se zdi, da če konju pogledaš v oči, da je kar neki globine tam. Ne? Sorry, ne, une 2 putke, ampak če kuri pogledaš v oči, ne vidiš, da je več. Ni tako, no. V konja se pa kar malo zagledaš, pa si misliš, stari. Kaj razmišljajo? Pa ti zelo misliš. A se me spomniš od zadnjič? Ej, kakšen spomin imajo konji? A to vemo? Ne, ampak po mojem kar dober. Ker če se jim kaj zgodi, recimo, če si bi oni kaj ustrašili, čez en teden bi se iste stvari spet ustrašili. Pač bi vedeli, mislim, da imajo kar dober spomin. Ljudi pa sigurno poznajo, vejo, kdo skrbi za njih pa vse to. Tudi vejo, recimo, če greš na tekmovanje in recimo vzameš s sabo 3 konje in če sosed svoje konje hrani, vejo, da oni recimo ne bojo dobili hrane v istem času. Ampak če pa ti daš hrano enemu od teh 3 konjev, ki oni vejo, da so skupaj, bojo pa takoj komi čakali, da oni dobijo tudi hrano in potem začnejo malo razbijati z nogo in pač vzbuditi pozornost, da bojo oni čim prej dobili hrano. Se pravi, v pedoku Grand Prix konjeniškega se že razve, ker grum je malo boljši, ker je malo slabši. Oni povejo. Ja. A veš, koliko je zanimivih stvari, ne? Ampak lahko jaz se še malo športne poti njegove dotaknem. Čak, da razmislim, če ti dovolim. Mislim, jaz, ki sem Gaja po naključju prišel do Gaja in ga spremljal še takrat, ko je začenil ta šport. Čisto po naključju ne, če je njegova mama bila tvoja čisto po naključju ne, ampak takrat na posestvu Ugar, kjer so oni bili, je bil tudi organiziran svetovni pokal in takrat sem jaz prišel spet v stik s tem športom in takrat sem najdel mojo razredničarko iz srednje kmetijske šole in sva se bila ful vesela. Max je bil tudi tam, tako da, kaj sem pa hotel reči, ne? Ti si zelo mlad šel, ne? Tvoja, bom rekel, konjeniška zgodba je precej podobna Dončićevi, ne? Košarkaški. Ne? Koliko si bil ti star, ko si šel v tujino? Ne? 15-16 sem bil star, ko sem se preselil v Nemčijo. Da si šel trenirati? Ja, in si se ločil od družine? Ja, trenirati in pač delati vse skupaj. Šel sem s enemu zelo znanemu trenerju, Markusu Beerbaumu in njegovi ženi Meredith Michaels Beerbaum. In tam sem začel trenirati, tam sem živel, šlo sem delal prek interneta, zvečer po službi. Ja. To se pravi, nadaljavo si se izobraževal, da si lahko... Ampak dajmo v kontekst še postaviti Markusa pa Meredith. Kaj sta ona dva takrat, oziroma kaj sta ona dva takrat, pa danes to konjeniško? Kdo sploh sta, ja. Ona dva sta, Markus je en izmed najboljših trenerjev na svetu, bi jaz rekel. Tudi Meredith ima olimpijsko medaljo
in svetovna prvenstva, svetovni pokal, pač vse so zmagali. Ne. Mene je moj oče poslal za eno poletje, za trenirati za 2 meseca, pol so pa videli, da v bistvu kar dobro jaham in so rekli, da lahko prijem in delam in jaham za njih. Ja, njihove konje in treniram tam in sem njihov jahač. Pa ti je bilo, verjamem, da si po tej plati, da si bil ves čas v stiku s konji, pa z najboljšimi trenerji, da si bil v okolju, v katerega si bil postavljen. Kako si pa sprejemal to po čisto osebni, da ne rečem družinski plati? Kako ti je bilo težko iti od doma? Ali kako si to doživel? Ne, iti od doma ni bilo tako težko, ampak pol čez 3 mesece bi jaz rekel tam na sredi Nemčije, sredi ničesar, pa je bilo včasih mečken dolg čas na začetku. Ampak na srečo je bilo tudi dovolj mladih ljudi tam, tako da je to pomagalo. Sam pa na 3 mesecih, pa na 3 mesecih tam sredi Nemčije sem pa malo štiral, je to res fajn ali ne. Ampak moram ti dati kemca, veš, zakaj se smijim, prosti, veš, zakaj se smijim, gaj pove, veš, tam sred Nemčije, sred ničesar. Ja, vse je bilo tam, travniki okoli. Moja Eva mahčerko, Taja Vite, je ime stara 12 let in je na smrt zaljubljena v konje in tudi se mi zdi, da več kot pol življenja se z njimi že ukvarja, trenira, jaha in je zelo pridna in ji to predstavlja en velik del njenega sveta. Zelo se trudi, seveda tudi skače in me zanima, kaj je en nasvet, ki bi ga ti dal mlademu jahaču oziroma jahačici, ki misliš, da bi naredil neko razliko. A je to nekaj povezano z vztrajnostjo ali ne vem, kaj bi ti svetoval mladim jahačem? No? Ja, sigurno moraš biti čim bolj vztrajen, čim več časa moraš preživeti s konji, ne samo prijeti pa jih jahati tisto 1 urco ali pol ure, pa iti pol nazaj domov, ampak čim več časa preživeti s konji, gledati na internetu posnetke dobrih jahačev, kako oni jahajo, kako grejejo in vse te stvari. Ja, pa se mi najbolj pomembno je čim več časa preživeti s konji, pa skrbeti za njih in jih probati nekako razumeti. Kaj oni delajo, kako se počutijo, kaj razmišljajo, vse te podrobnosti. In se tudi čim bolj probati izobraževati, tako kot si rekel, čim več informacij dobiš, več veljaš, ne? Več znaš, več veljaš. Ne? Zato tudi internet, kako je to krasen pripomoček. Ne? Kaj se lahko zveš, imaš na dosegu prstnih blazinskov, včasih si moral pa mogoče na drug konc sveta, pa veliko več denarja tudi, da si dobil neke mogoče čisto osnovne informacije. Ne? Ja. Tudi recimo veliko se naučiš, ne samo, če trener tebe trenira, ampak če gledaš ostale treninge, kaj drugim jahačem rečejo trenerji. To so na sveti, ja. No, ampak, a veš, prej, ko sem omenil, da sta si zgodba tvoje pa od Lukata precej podobne. Ne? On je šel v zgodnih letih v Madrid. Ti si šel praktično eden izmed najboljših konjeniških centrov v Evropi, če ne rečem na svetu, glede na to, kar si povedal. Ja. Kaj se je pa pol tam zgodilo? Ti si prišel tja iz Slovenije, iz Ribence. Kaj pa ta lifestyle? Tam verjetno so bili takoj vrhunski pogoji. Kako ste potovali na tekme? Ja. Kaj je bilo drugače? Ja, mislim, vse je bilo mečko na višjem nivoju. Na srečo sem imel že kar veliko znanja od prej, ampak s tem trenerjem in s tem treningom in vsem tem smo pa še vse pač mečko izboljšali. Ja, in tudi na potovanja, oni pač v tistem času, ko sem bil jaz takrat tam, je tudi Merit bila skozi na največjih tekmovanjih na svetu, kjer to grejo samo z ene tekme na drugo tekmo in vmes so 2-3 dni doma, mogoče, in pol takoj letijo na ostale tekme, vsi v privat letalih. Ves čas v pogonu? Ja, skozi v pogonu, iz enega letališča na drugega. Se pravi, top jahač seveda leti v privat letalu, ampak konj tudi ne gre z ladjo, ne? Ne, konj gre tudi zelo dobrimi kamioni. Aha, kaj pa če treba kontinent zamenjati? Pa tudi letijo. Ja, tu jih pa naložijo v take kontejnerje oziroma neke zabojnike. V en zabojnik grejo 3 konji, ki imajo vmes take pregrade, da se slučajno kakšen ne brcne, kakšnega drugega. In pol jih dvignejo, dajo na avion, vmes med letom jih skozi kontrolirajo, dajo hrano, vodo, preverijo, če se dobro počutijo, da so vsi v redu. Mislim, da vsako uro grejo dol jih pogledati.
Jaz ljubim ta podcast, do zdaj si nisem predstavljal nikoli v življenju konja na avionu. Zdaj pa že, čak malo, kako že, stojna višina, pa take fore. Ja. Te konji, te najboljši konji, ki grejo na največjih tekmah na svetu, da grejo po teh največjih tekmah na svetu, zihar preletijo veliko več, kot kakšni ljudje. Poprečen, ja, kot poprečen. Ja. Kako zanimivo je. To mora tudi, ja. Drugače pa to razmeroma drag šport, ne, ja, se motim. Ja, je Mislim, konji so dragi, tako kot so dragi dirkalniki, pa najbrž vzdrževanje tudi, ne. Ja, recimo pač, če si urejen v kakšni mečkem bolj bogati družini, je mogoče mečken lažji, ker ti lahko kupijo mečken boljše konje in vse to. Če si pa malo bolj povprečni družini rojen, pol si moraš pa mečken bolj potruditi, pa malo več narediti za to. Ampak kar ti pa mogoče v bodočnosti dobro pride, ker recimo unika so rojeni pač malo bogati, ali pa malo boljše konje, recimo, ne, znajo samo to dobre konje jaha, če pa jaha še ne konje, ki mogoče niso tako dobri kot drugi konji, se moraš pa mečken bolj potruditi, pa malo več sam narediti. Ampak, veš kaj, meni še vedno fascinantno tudi, ne, Gaj, ti, ko si v tem konjeniškem centru v Nemčiji začel, ne, kot zelo mlad fant, ne, v bistvu si ti že jahal konjske atlete, ki so pol praktično tudi s tvojim treningom oziroma s tvojim delom pa prišli nekam. A slediš konje, ki si jih nekoč jahal, kje so danes, neki let razlike je, pa če si rekel prej, da je tam nekih 12 let idealno za olimpijske igre, je že kakšen konj, ki si ga ti jahal, pa mogoče kje že bil na kakšnih olimpijskih pa tako? Ja, recimo takrat, ker sem bil tam, sem pomagal enega konja držati v treningu. Recimo, če je šla ta gospa, za katero sem jaz jahal na kakšno drugo tekmovanje, sem pomagal držati njenega konja v treningu, ki je šel tudi na olimpijske pol, na evropska, ja, na vsa prvenstva. In pol zelo veliko drugih ostalih konj, ki so na visokem nivoju, ki sem jih jahal kot mlade konje. A pri tebi sploh obstaja dan, ki ni povezan tako drugače s konjeništvom, oziroma, a veš, vsak dan si najbrž v stiku s konji? Ja, vsak dan, skozi. Mislim, to je job 24/7, mislim, ne job, življenjski stil, ne? Ja. To ni dana, da ne bi bil s konji. Tudi zdaj, ker sem bil na počitnicah, sem mogel biti ne par dni na morju, ampak... Si slišal to? Sem mogel biti ne par dni na morju. Ampak veliko bolj uživam, če sem s konji, ali pa če vsaj nekaj delam s konji. To je dvosmeren tok, ne? Ja. Gaj, kaj pa tvoji športni uspehi? Na kaj si ta hip najbolj ponosen? Česa si želiš? Ja, najbolj ponosen sem recimo, kar ne par dobrih rezultatov sem imel trenutno. 2 tedna nazaj sem zmagal prvenstvo za 7-letne konje na Nizozemskem, kar je bil zelo dober uspeh po mojem. 2 tedna pred tem sem zmagal avto na tekmi, Opel Corsa. Res? Ja. God damn. Opel Corsa je dober avto? Ja, v redu je avto, ja. Nagrada je bila na Grand Prix in je tvoja. Ja. Dobro. Bravo. Lahko odpeljal domov. Bravo. Ampak ja, pa tudi na kakšnih večjih tekmovanjih lahko pa tudi še malo boljše avto dobiš, recimo. Vem, da je moj šef, takrat sem jaz delal za njega, je zmagal Mercedes G-klase. Sem mislil še kakšnega Volvota, to se mi zdi tak avto za tak konjeniški šport. Ali pa Bentley kakšen. Ja, meni se zdi, da je Bentley, tu sem se zadnjič z njegovim očetom pogovarjal, ampak meni se zdi, da je Bentley sponsor Grand Prix v Rimu. Kjere so te... Ja, bil je, ja, v Rimu je bil. Ja. Kjere so te najbolj prestižne tekme v Evropi? Bom rekel, konjeniški Wimbledon. Grand Slam. Konjeniški Grand Slam, 4 največje, povej. Ja, jaz bi rekel Aachen, a v Aachenu tam je zelo rad jahal enkrat, pa ne, čez 2 leti bi bil že rad tam. Pol je Spruce Meadows v Kanadi, Ženeva, wow. To je pozim, tako da je noter v hali tekma. Pa recimo Rim je tu zelo lepa tekma. Pa še Global Champions Tour, ki so pa tekme na sred mesta, recimo v Parizu so pod Eiffelovim stolpom. Parkour naredi. Ja, parkour naredi. Oh, wow. Čist zraven. Tako da, kakšen
Kakšen je razpon jahačev po letih? A veš, tu pri konju, smo dorekli, njihov prime je od tega do tega leta. Kako pa je z vami? Pri jahačih lahko pa jahaš, dokler lahko hodiš, bi jaz rekel. Recimo zdaj je en John Whittaker mu ime, ki je star 68 let. Pa še zmeraj jaha. Sej ni veliko toliko starih jahačev, ampak njemu so že nekajkrat svetovali, da mogoče bo že neha počasi, ker če on dol pade, se lahko kar fajn poškoduje. Ja. Ampak je rekel, da bo jahal dokler lahko, ja. Ne rabim umre na konju. Meni je sicer malo narodno, ampak bom to povedal javno. Tudi moja razredničarka je bistveno bolj fit kot jaz. Sem jo zadnjič gledal na njihovem posestvu, ki je bila v trenažnem procesu s konjem. Ja, seveda, se moraš biti v formi. Pa bom jaz letos obrnil 45 let, ne? Tok že? Stari, ej. A nismo mogli včeraj 40 praznovali? Ja. Kaj si dubo ovčko? Ne me zdaj zamoriti, ker imamo dober... Brez mačete. Brez mačete. Ja, zelo lahko tekmuješ. Tudi ta John, on je čeprav 68, je še zmeraj en izmed najboljših igračev na svetu. Pač ima tudi največ znanja, bi jaz rekel. V teh 68 letih je že kar velik konjev zamenil in se naučil. Ok, Gaj, vzorniki, ne? Tvoja starša v konjeništvu, sploh tudi slovenskem, pa tudi v mednarodnem, tudi nekaj pomeni, pač vaše, tu mogoče sem prej hotel reči, ker si rekel, malo bogatejše družine, pa malo manj bogate družine. Drugače pa, če se v konjeniško družino rodiš, ne? Ker ti si se v konjeniško družino rodil, vi ste pa iz poprečnega konja znali tudi dobrega konja narediti, ker sta oče in mama bila pač oba jahača, ne? Ja. Kaj zdaj z vzorniki? Je prvi vzornik fotor ali kdo drug? Ja. Zdaj bod pa previdni. Ne, zigar sta, oba moja starša vzornika, ampak pol pa zigar so tudi ostali, ne, te, ki so trenutno v top športu. Jih imam kar ene par, pol pa provam od vsakega vzornika te najboljše stvari vzeti. Ja, vsak ima svoj stil, vsak ima svoj approach do konjev. In pol provam od vsakega te najboljše stvari vzeti. Kako pa prepoznaš stil jahača pri jahanju? Mislim, veš, jaz si mislim, da lahko vidim, kako en konj skoči drugače kot drug, pač ne vem, kako se odrina ali pa kaj presvem. Kako pa prepoznaš stil jahača v tem, kako agresivno pristopa ali k zavojem ali kako, ne vem, kako to ločeš? Ja, pač gledaš jahača in pol vidiš, kako se on, recimo, če se pred zapreko mečka naprej nagne, mečka nazaj, v kakšnem ravnotežju je, kakšne roke ima, zelo občutljive roke, drži tiste vajeti primer, ali je zelo divji na konju. Jaz imam rad, da so jahači na konju zelo mirni, da čim manj ovirajo konja, ampak pol se bo recimo en jahač francoski je, sploh ne vem, kako gor ustane, ker se tako zvija, pa skače po konju, ne vem, kaj je ta slohan gor. Ja, ampak nekak je konjem to kar všeč. Nekak zgleda zelo slabo, bi jaz rekel, ampak ne ovira konja. Kot Body Miller. Starš, kot Body Miller smo. Ko se dol pognil, si gledal, pa kaj s tem, da bo še 3 prevale vmes naredil. Dol pa sekunda, pa pol prednosti, halo. Slalom bi mogel cel v slow motionu gledati, da bi videl, kaj dela, ne. Za tega Francoza tudi jaz sem enega sponzorja dobrega, ker mi pač dajo sedla in vso opremo, da jaham z njimi in je hotel biti sponzoriran s to firmo, ampak so rekli, da s takim stilom pa ne sponzorirajo ljudi. Hej, zanimiva tema, sponzorji. Čak, tu nismo še prej obdelali. Ja, pa še do tovornjaka priti, jaz se toliko veselim. Kaj kup stvari je še, sorry, a mogoče bomo mogli tudi ponoviti, če kdaj ta podcast, da bomo šli naprej, ne? Takrat zihar, ko bo šel Gaj na olimpijske, ki je bil s konjem nikoli noben Slovenc na olimpijskih, ne? V preskakovanju vir še ne. Aha. Povej, praš. Hotel sem reči, ne, sedeš v avtomobilu je najbolj pomembnih stvari. Kako je pa sedlom, ne? Pa ko smo prej imeli pripravo konja, jaz sem zadnjič tebe gledal zdaj na Nizozemskem v tem športnem centru Hendrix, ne, sem prav povedal. Ja. Veš, na vsakmu sedlu, ko tam Gaj jaha, je njegova tablica, ne. To ni pravno sedlo je tablica. Gaj Riosa, veš, on je pol. Njegov grum je prišel, ko sta se odločila, ker po razporedu, ker konj gre naprej, mu je Gaj rekel, ne, to pod sedelnico, dej,
Kaj je zdaj ta priprava? Kako ta športen sedež na konja zmontirati, pripraviti? Kaj moraš kaj paziti? Koliko je sedlo pomembno? No? Ja, zelo pomembno. Sedlo mora biti, mora pasati vsakmu konju posebej. Ne sme pritiskati še na robne točke, kot je hrbtenica ali pa na vihar. Ja, zelo pomembno je ta sedlo. In potem imaš tudi različne podloge, ki grejo pod sedlo in s tem lahko malo bolj prilagodiš vsako sedlo, da paše vsakmu konju. In tebi pol tudi, ne? Ja, Najbrž gre za razliko tudi pri obliki, pri ergonomiji, pri trdoti, jaz ne vem, Ja, vsa sedla so malo različna, recimo lahko sedla imajo različne sedeže, tam, ki sediš gor, torej morajo pašati jahaču, pa tudi pod sedlo morajo pasati konju, kar je v spodi. Trenutno imam sedla, ki so iz karbona, torej karbon, pol pa oblečen to vse v usne in pašne gel podloge, da je vse to mehko. Ja, drevo je pa narejen s karbona. Pa imaš tudi plastična, pa z lesa sedla. Koliko pa košta eno dobro sedlo? Ali pa, dajmo reči, kar sedlo za poklicnega jahača, ki se s tem tako ukvarja kot ti? Mislim, da med 3 pa 4 tisoč, kaj tasga. Pa če smo že pri številkah, jaz sem prepričan, da se folk že dere v zaslone. Niste še vprašali, koliko stane dirkalnik? Ne, seveda, zanima me, koliko lahko stane dirkalnik, ne? Ker sem prepričan, da med tistim izborom konjev, ki se na tisti dirki pojavijo, da najbrž en stane, zdaj si bom zmislil, 100 €, en pa 3 milijone, a si izmišljujem, a so oni tam najdražji, namenjeni samo za razplot, ker so ne vem zakaj tako, ali so bivši dirki. Kako sploh to gre? Ta rangiranje pa... Malo so že napako naredila zdaj v štartu, ko smo konju rekli dirkalnik. On ni dirkalnik, ampak je crew member, ne? Je ekipa. Ne? No, kako je s temi cenami? Ja, recimo, konje lahko kupiš tudi za par tisoč, ne? Nekje tam na enem pašniku, pa upaš, da bo en dan eksplodiral. Ja. Ampak pa recimo te konji, ki so pa moraš tudi delati ne par let, pa upaš, da čez par let bo nekaj iz njega. Pa veliko njega vložiti. Ja, veliko dela in tudi veliko financ že v njega vložiti, zato da bo nekam prilezel. Ampak te konji, ki so pa v največjem športu, lahko pač tudi stanejo milijone, ne? Dobri, čist različni. Eni so dražji, eni malo manj dragi, odvisno tudi od njihovega zdravja. Če je konj zelo zdrav, bo zihar dražji kot en, ki je malo vprašljivo, če bo zdržal še par let zaskakati. Ampak ja, in od izkušenj, kakšen, ki že skače olimpijske igre, pa ga pol hočejo eni ljudje kupiti, bo sigurno što ene par milijonov, bi jaz rekel. To se pravi, govorimo recimo o rangu olimpijskega atleta, konjskega je to od 5 do 10 milijonov verjetno? Ja, mogoče od 2 do 10 milijonov, bi se rekel. Od 2 do 10 milijonov. Odvisno spet, ali zmaga, ali je čisto zadnji na olimpijskih, ne. Pa je pedigre pomemben, kdo je bil fotor, mama, kako se pa na to gleda? Ja, recimo, na to se pa najbolj gleda, ker so konji še mladi. Ker potem, kakšen pedigre ima konj, lahko mečkam pričakuješ, v kaj se bo razvil konja. Ampak pol, ker so pa enkrat že v top športu, pol pa ni glih, kjer dosti važen ta pedigre. No, ampak... Ker so že oni, ti konji so oni. Ja, on je že ki bo pol pedigre dal naprej. Ja, se je to. On je zdaj že, he has arrived. Ja. Koliko pa je tako, čez prst, se razumem, da ne moreš govoriti o čist egzaktnih številkah, mi samo o natančnih cenah, koliko je pa zdaj čez prst, koliko so pa vredni konji, ki jih ti trenutno jahaš? To pa spet različno, ne. Imam kakšne mlade konje, ki niso toliko vredni, pa recimo kakšen moj najboljši konj, bi jaz rekel, da je okoli mogoče $500,000, kaj tasga. Ja, ali pa tudi par 100,000 več. Čist različno, ne. Ti si lahko samo odločiš, kakšno ceno boš dal konju. Ja. Lahko rečeš, ta je 800, pa naslednji dan, ko imamo slabši dan in trening ne bo šel glih najboljš. Ne baš. Daš pa ene par, da pa razpoloviš ceno. Stavi. Kaj pa ne prej, tu mi je tudi zanimivo, ne? Ti si rekel, ti se na primer z enim konjem ful ujameš, ne? Pa je recimo tu še mlad konj, ne? Ti si mlad jahač, ki imaš že zelo veliko izkušenj, pa si v top konjeniškem centru, pride tepen konj, naprimer vidva gresta skakati na nizozemsko prvenstvo, na 160 delaš z njim čudeže. Pa reče en bolj uveljavljen jahač ali pa ena, bom rekel, bolj uveljavljena garaža. Dajmo jih njim pa od Gaja konja kupiti. A se lahko zgodi, da ta konj
pa v bistvu bo tebe pogrešal, pa tam ne bo nič naredil. Ja, mogoče se ne bo ujel z novim jahačem in z novim sistemom. Sigurno se to zgodi velikrat v tem športu, ne. Ampak pol, skoraj večinoma jahačev in lastnikov so zelo korektni, tako da lahko konja nazaj vzameš in pomagaš ga trenirati, prodati eni drugi osebi ali mu pomagaš novemu jahaču, mu malo poveš, kako si delal ti s konjem, kaj lahko spremeni, da bo stvar funkcionirala. Povej. Pa smo zajela sapo. Kako je pa z odnosi med jahači? A veš, a gre nasplošno za tak zelo prijateljski, kolegialen šport, a je tukaj kako je s temi elementi zavisti, nezavisti, tekmovalnosti, prijaznost, neprijaznost? A veš, da ne vem, dirkači ali pa si bom zmislil kakšen drug šport, se ne vem, da je ponovadi tukaj ena velika družina, recimo. Sem rekel, kot dirkači sem se najbolj zmotil, ampak hočem reči, kako je pa tukaj? A je to, čutiš v luftu eno auro, faki vpustne primer? Lahko še eno podoprašanje na Cirilovo vprašanje. Ja. Ne, vi, ko greste v parkour, zgledate vsi zelo džentlmeni, ne? Že ta postava, pa malo fraka, jahalne hlače, škorni, se zdi zelo tak galanten, eleganten, aristokratski šport. Bi pričakoval, da ste vsi džentlmeni, ampak verjetno... Ja, to se zelo povezuje, super, pod vprašanje. Ja. Ampak se mi zdi, da verjetno v parkourju pa ni milosti, ne? Ali kako? Ja, sigurno, mislim, da je ta odnos zelo prijateljski. Vsak pomagamo vsakmu. Jaz, če grem si pogledat parkour, pa imam kakšno vprašanje, lahko kogarkoli vprašam, kaj oni mislijo o tej postavitvi, kaj bi oni naredili. Tako da to je zelo prijateljsko in vsi si pomagajo v bistvu. Ampak pol, ko si pa enkrat v parkourju, pa itak probaš biti najboljši, ne? Pa tu, če imaš dober rezultat, pa ko gre za tabo, mogoče si mečken vesel, če kakšna napaka tam. Ja, seveda, dobro, si športnik na koncu dneva in to je tudi... probaš. Ja. Kako pa na tebe gledajo te močne konjeniške nacije, se pravi tekmovalci, atleti, jahači, ne? Ker na Nizozemskem ne jaha prav veliko Slovencev, ne? Pa v Nemčiji tudi ne, pa v Španiji tudi ne, pa v Franciji tudi ne. Ja. Jaz sem zadnjič videl, ko sem se pripravljal na ta podcast, sem malo bil na YouTubu, sem videl tudi, da na Nizozemskem te imajo komentatorji zelo radi, ne? da veliko govorijo o tebi, ko se pripravljaš, ko prideš v parkour, so te zelo atraktivno napovedali, povedali so, da si iz Slovenije, da si talent. Kako te velike nacije gledajo tam na tebe kot Slovenca? Jaz bi rekel, da mogoče na začetku so si po mojem mislili, kdo je ta Slovenc. Si bil malo outsider. Ja, zihar, ampak pol pa pač narediš nekaj dobrih rezultatov, vedno si korekten, ne narediš kakšnih neumnosti, lepo se obnašaš in pol te prepoznajo, da si v bistvu dober športnik. Ker ni važno samo kako jahaš, ampak tudi kakšen odnos imaš do konja, do ljudi okoli sebe. In če vse to prav narediš, pol razumejo, da si v bistvu zelo v redu oseba in dober jahač in športnik. Katere so pa pol te, oprosti, izvoli? Hotel sem te še vprašati, a pol, naprimer, ker Slovenija je pa v športu prepoznana, ne, tudi v tujini, ne, praktično vsi, ki šport spremljajo, smo fenomeni iz te majhne države, toliko enih olimpijskih odličij, toliko svetovnih prvakov in tako naprej. A to se ti zdi, da ti je pa pomagalo, to, da si ta, bom rekel, športna prepoznavnost Slovenije nasploh, ali je bilo to v konjeništvu čisto nov začetek zate? Po mojem, da je v konjeništvu bolj nov začetek, ampak sigurno pa poznajo veliko slovenskih športnikov, vsi govorijo skozi o Rogliču, Pogačarju, Dončić. Ja. Sploh na Nizozemskem. Roglič, to vse poznajo, ja. Kje pa so te, vele sile po državah v konjeništvu? Kaj je to Velika Britanija, Nemčija, Nizozemska? Kaj je? Po mojem, najbolj močne države so Nemčija, Nizozemska, Britanija, Belgija, Švedska. Kaj pa v stran Atlantika, Amerika? Amerika, ja, Kanada so tudi kar močni, mogoče trenutno ne najboljši, ampak imajo tudi zelo dobre jahače. Tudi Brazilci so v redu. Ja. A je kakšen, ki je tako
ki je pa totalni outsider v smislu, ta je pa iz Belize v letu. A imamo kakšnega, ki je pa iz čist X države, da bi rekel, ko si ne mislil, da je en jahač prehaja, pa ne vem, nam zdaj rekel Turkmenistan, ampak nekaj, ki bi rekel, da nehi. Mislim, da ne. Se pa zgodi, da včasih še jahač zamenja državo. Čakaj, ni en Brazilc jahal za Slovenijo? Ne, Argentinc, ja. Ja, pa to mojte, ampak njegova mama je bila, mislim, da je bila mama Slovenka ali pa babica. Ampak on je Grand Prix zmagal v Rimu, ne? On je zmagal Hamburg Derby. A to je tudi eden... To je zelo, zelo velika stvar. Točno, Pato. Čak, pa slovensko državo jahal. Ja. The best. Njegova, mislim, da je mama Slovenka celo. Drugače pa iz Argentine. Cool. Ja, živi pa v Nemčiji. Ej, a se lahko premaknemo do Tovornjaka, prosim, kako to zgleda? Daj, Jure, ti malo opiš, ti si imel tudi več stika s tem. Jaz sem mene je Max enkrat poklical, ko so tudi oni v Ribnici, pa tudi kasneje, ko ste šli na Nizozemsko, on je vedel, da jaz pokrivam avtomobile in me enkrat Max pokliče njegov oče in rekel, na posestvu Ugar. Ja, tebe ena zgodba zanima, ne? Pa jaz, ja, lahko, ne, sem ne vem, kva bom dal na Siola Automoto, tako prav konjeniškega. Prav, mama, jaz nekaj zate, ne. Prav, a greš z mano na Nizozemsko, mi gremo iskat kamion, ne. Pa jaz kakšen kamion, ne. Pa on pravi, ja, tak, vrhunski kamion, ne. Tak je odspred avtodom, odzad se pa kojne voz, ne, pa sem si mislil, kako zdaj je avtodom pa kojni, ne. Vsaka misl, ki vidi te kamione za prevoz živih živali, ne, na avtocesti, ne, ki peljejo putke, pa prašiče, pa konje, pa krave, ne. Čeprav so, moramo priznati, tudi ti kamioni blazno napredovalni. In jaz rečem, ja, jaz grem s tabo, me zanima ta zgodba in prideva mi dva gor, ne. In to je bil en najnovejši M1 podvozje, ne. Pa v prvem delu avtodom s pop-up dnevno sobo, odzad konjski boksi, ampak tako vse iz Rosfreja, posebna guma, da konjem ne drži. In blazno, mislim, jaz sem bil takrat čisto fasciniran. Ne? In to so res kamioni nadgrajeni po najjačih standardih. Ne? Tudi kar se tiče voznega obdobja, kar se tiče obdobja za jahače, se pravi bivalna nadgradnja in konjska nadgradnja. No, ampak zdaj, ko sem bil pa na Nizozemskem, sem pa seveda Gaja prosil tudi, če lahko vidim ta konjeniški center konjaha, ki je res na nivoju pač take top športne ekipe, kaj s tvem. Jaz mislim, da nič ne rečem narobe, če rečemo, da je konjeniški center Hendrix tak na Nizozemskem, tako kot naprimer pogon Barcelone v Barceloni, ne? A veš, tak nivo, ne? In jaz se vrpelem tam, Gaj je nam zrihtal obisk takrat seveda okrog kosila, ki ni bil on v trenažnem procesu, ne? In se tam vrpelem jaz z Robeto avtodom, ne? In prvo, ko zavijem na posestvo, krasno urejeno, vidim Rolofsenov tovornjak, ne? Na podvozi od Volvota, ampak to tovornjak. Prav to podjetje velja pa za Rolls-Royce med konjskimi tovornjaki. Ampak zdaj pa, ker Gaj pa, ko svoje konje naloži, ne, jahači po večino so tudi vozniki teh kamionov. Ne. In ti Gaj si naredil za kamion izpit na Nizozemskem, ne? Ja. Ampak on nikoli ne bo špediter, ne narobe razumeti. On voz atlete, ne. Ja. Zdaj pa ti Gaj pove, kako to zgleda, ne. Ja, mislim, teli kamioni naši, gora šlo 8 konjev približno. Tolk? Ja, 8, ja. Imaš pa tudi, ampak ta, recimo, naš kamion ima tudi living note v spredi, torej... Bivalno nadgradnjo za jahače. Ja, torej, kot en avtodom je ta prvi del, vzadnji so pa konji. Potem imaš pa tudi take kamione, ki nimajo bivalnega dela, te našlo pa tudi 12 konjev not. Koliko ima pa kapaciteto za koliko ljudi lahko prespil recimo v takšnem, s katerim vi vozite? Ja, v tem našem kamionu lahko 4 spijo. Ali pa 3 je bolj. Ampak drugače imaš tudi kamione, ki je pa v bistvu lahko imaš tudi kamion, ki je 80% avtodom, pa samo 20% za konje, daš tam je 3 konje v zadnji, ne. Pomaš pa pop-up, pop-out, vse se to odpre na vse strani. In, veš, da se bodo poslušalci
poslušali, ne? Ti pritisneš pa bok ven zleže, ne? Se dnevna soba. A imaš ti še kakšne fotke drugače? Ja, To bomo jih pripeli, imam pripeli, tudi od tega tovornjaka, tega Volvota, ki ga voz Gaj, ne? Ker je res beštija, ne? Pa tudi ta konjski del, ne? Ti ga imaš tam tudi kamero, da pogledaš nazaj, kako se konji počutijo, ne? Med vožnjo, ne? Vse kamere, čez noč jim pržgemo, ali imaš ugasnjene luči, če misliš, da bojo boljš počivali, ali jim daš pa recimo modre luči v zadnji, v konjskem delu, zato da nimajo glih te svetlih, belih luči skozi v njihove oči. A si predstavljaš? Pa ventilatorji in vse. Pa še tako to zgleda, veš, to vsak konj ima svoj boks v svojem, ker če je kle bivalni del za jehače, je v zadnji bivalni del za konje, to ni hec, ne. Ampak bolj mene zanima, Gaj, koliko imaš pa treme, ne? Ker če tep naložijo, recimo, koliko si rekel vašmu, ko imamo 8 konj, ne? Ja. Pa da rečemo, ajde, da so mladi konji, pa da je vsak tam po 4 milijona, ne? Prvič voziš svoje prijatelje, tako kot si rekel, drugič ti prijatelji imajo zelo drag potni list. Ja. Kakšna je pa trema tu voziti? Povej, kakšna je tehnika vožnje? Ker to si predstavljam, če voziš take športnike, ti na rdeči luči najbrž ne moreš retarder pa bremzo na full pa ustavljati pa bremzo. Ne, moraš biti zelo previden, že prej moraš biti pred semaforji, moraš paziti, da ne prideš prehitro, če se slučajno rdeča luč prižge, da si dovolj zgoden z bremzanjem. Ja, ker če preveč zabremzaš, oni tam stojijo v zadnji, ne. Vsi imajo tiste pregrade, ja, tako da se lahko malo naslonijo gor, ampak vseeno moraš biti zelo previden, da... Kaj tle na prsten koš se naslonijo? Ne, v bistvu na stran, stojijo, ne stojijo tako naravnost v smeri vožnje, ampak po stran. Pametno. S celim telesom so v bistvu naslonjeni. Samo vseeno, a veš, ti ne moreš, tu ni, bom rekel, sej, če bi reševal situacijo na cesti, zaveranje v sili, bi to pač mogel narediti, ampak narediš vse, da se temu izogneš. Ja, se to, ja. A smo tremo, ko si prvič pel konje takole? Ja, v bistvu jaz, ki sem naredil izpit za avto že, Zdaj bo neki hecenga prišlo, daj. Ne, že drugi dan, takoj, ko sem imel izpit, so me že takoj poslali na kliniko z 2 konjema. Sem nasledil. Tam je bil, tisto je bil kamion za 2 konja, torej ga lahko voziš z izpitom za avto. In potem sem se tam 3 ure vozil spet po Nemčiji na kliniko. Ampak so mi zaupali, ne vedeli. Imaš izpit ali nimaš? Imaš, vozi. Takoj, sam sem dobil izpit, sem že šel. Jaz imam totalno butasto vprašanje, ampak ga moram iz sebe dati, ne? Te konji so natrenirani, vejo vse živo, a lahko vplivaš na njega tako tudi kdaj, da ne bo glih na najmanj neprimernem času se posral? A lahko kontroliraš to na kakršenkoli način? Ne. Okay, ne. Ampak imam pa konje, ker recimo preden začnem z preskakovanjem noter v maneži, na tekmovanju, začutim, da hočejo strati in pa recimo se lahko ustaviš in daš roko v zrak in ti dajo čas, da se konj pač poserje, da lažje preskače parkour. A si videl? Ne neumnih vprašanj. Prvič ni neumnih vprašanj, drugič pa veš, jaz to skozi govorim. Ne? Ti tudi paziš, daj. Ti ne moreš članka dor pisati, če si na 5 stari. Hotel sem ti drugo stvar povedati. Ne? Tu, veš, ko vse govorimo o živalih samo v nagonu. Ne? Ja. Jaz še danes trdim, da ni tako, ne? Veš, ni nagon, v naravi konj nima parkurja, ima en svoj parkur, takrat, ko se hoče malo postaviti pa to, ne? Ja. Veš, si že kdaj videl divje konje v naravi, si videl? Nisi? Ja, sam. No, vidiš. Na poti skozi Sibirijo. No, kaj? No, evo. Malo severno od Kazahstana. Ja? Pa v Bosni je en del, ki je ful... zdaj se ne spomnim imena, ampak... Ja, tam na eno hribu so. Ja, je ful divjih konj. Plus na Havajih sem jih videl. Ja? Ja, na Havajih, na The Big Island pazi zdaj, na The Big Island je ena taka kotanja, ena taka dolina, do katere lahko prideš samo z SUV vozilom, sansko zgleda, spodaj je pa črn pesek, ta mivka iz vulkanskega peska. In po tej dolini, to je kada pa en si izmislil, je tako, bom rekel, zaprta je, tam na začetku slab dol teče, ti jo gledaš pod sabo, pa si enkrat spodaj, je kada si na filmski kulisi in že naprej opozorjeno, da po tej dolini že zelo dolg časa pač je nek trop divjih konjev. In to je to, tako da jaz sem jih tam videl, pa ko smo se vozili čez Sibirijo, vsi oni, ki so bili z mano v avtu, so rekli, da to niso divji konji, ampak to so bili, večkrat smo videli trop konj,
ki niso bili z ničimer omejeni in so pač marširali prosto. Ali je bilo to veš, tam Kazahstan, to je že stepa. Ja. To so, mislim, to ni nobenih pašnikov, niso bili na noben način označeni, a karkoli. To so si jih videl 10, 20, 30, po gozdu si videl in jaz si mislil, da to more biti divji konj. Ne vem pa zdaj, kakšne pasme tam so, to bo morda kakšen strokovnjak, ki se pa na to še bolj spozna vedel. Absolutno so, pa se je v Mongoliji tudi. Ne, tam so oni mongolski konji. To je že stari, to je že ta becirk, veš? Tam se že začne ta No, ampak tu sem hotel reči, veš, apropo nagona, pa tem, ne, da pač ljudje imamo značaj, živali imajo nagon. Ne? Ja. Vidiš, ta njegov kon, on ve, da ga čaka tekma, mogoče je mačka nervozen, pa reče, le, jaz bom tu v stresu, da me tam ne bo noč uverilo. Mogoče ga malo vse do špona, pa mu pol, a veš, ne? Ja, bo zrihto boljš. Ampak dej se razmisel, ne? Ja. Ja. Veš, ni tu kar neki, ne? Veš, tu sem hotel reči, no? Ja. No, ok, dobro. Pa veš, kam je to dobro, ne? Meni je bilo blazno všeč, z Gajem smo se veliko, tudi ko sem bil pri njih pogovarjal, da največ o konjih, malo tudi v avtih, ne, pa tako, ampak Gaj ima res veliko konjskih stvari na telefonu, ne, te YouTube pa tu vlada, ne, in zdaj Si zvenel zelo star, ne, kaj si rekel, Gaj obvlada te YouTube, ne, gre on na internet pa pogleda, ko je vse imajo in je kar vsak dan je drugo. Ti nekaj dolenščino uponašati, Sem pol dolenc. Ja vem, zveniš pa kaj dolenski Rus. No, ampak hotel se reči, on mi je zdaj naj zatisne uni tvoji ta zeleni ušesa, ne? Ja. Eni drugi pivovari imajo pa prav konjske zvezdnike. Ne? Kaj? Gaj, kaj ima Budweiser v Ameriki? Ja, ima isto, konje imajo, ki vlečejo... Stari konj, ki po mojem tehta eno tono. Ja, po mojem glih eno tono imajo. Skoraj eno tono, ja. Tudi pol slona, stari. Tu so take reklame, meni, ko je Gaj pokazal to, ne, to je bila Pandorina skrinjica. Jaz sem šel pol vse pogledat, od ljubezenske zgodbe naprej, kaj eden od tega... Ja, to so legendarne, pa pes na konc ponovno. Ja, ta Dalmatinc. Veš? No, in tu bomo dal zraven, tu bomo pripeli. Ampak Gaj, ti si jih videl živo, kako to zgleda ta pogon? Kakšen status zvezdnika imajo oni? Ti si jih videl kje, v Kanadi, ne? Jaz sem jih videl v Ameriki, na Floridi, v Ocali. In to imajo tiste postavim hlev na tekmi in to je, ful dobro zgleda. Mislim, tisti njihovi boksi so zlata, skoli je ograja, da ne smeš iti preblizu in pa ljudje prihajajo, jih gledajo. Pa so ful muskulatorni, pa široki, močni, tace, take še enkrat čečke. Kakšen pa šov pa imajo oni tako pretekmo, kaj delajo z njimi? V bistvu to prego vlečejo okoli, ne? Aha. Ja, mislim, da jih je 8 skup vleče to kočijo. Pol na kočiji je, mislim, da voznik, pa še en zraven njega sedi, pa ta Dalmatinc vedno gor na kočiji. In pol oni imajo tako predstavo, da se okoli vozijo in to zelo dobro zgleda. Pa tudi kamion, ki imajo, je v bistvu prikolica tam v Ameriki, ta velika, tudi ful dobro zgleda. To nujno morajo pogledati na YouTubeu. Tu bomo pripeli zraven. Kako se jim reče? Budweiser. Budweiser. So pa to Shire konji. Ti spol zdaj tako malo razlagaš, Amerika tam, Nemčija tam, ti si kar skozi malo na poti, a ne? Ja, skozi na poti, v bistvu. Koliko dni na leto te ni doma v tvoji posli? Mislim, da skoraj več, kot sem doma, ja. Tako da, če imam kakšen vikend fraj, pa sem doma, sem prav vesel. Jaz bi pa zdaj en zasuk naredil. Kaj pa avtja, si jih porajtaš, kaj so ti všeč? Ja, so mi všeč, ampak nisem pa ful najbolj. Da bi bil fan? Ne, imam rad dober avto. Okay. Ja, rad se domov. Kaj pa recimo, če bi se rekel, da mi povej en dober avto, ki se ti ustreza, ali pa niti nujno, da si ga že pelil. Nekaj, kar smatraš pod dober avto, pa ti je všeč. Deva ga tako vprašati. Kaj? Kojno mora imeti njegov avto, da je dober avto? Enega v prikolci, za začetek. Enega v prikolci. Ja. Ne, drugače pa en, ki mi je všeč, ki bi ga imel, je Porsche Panamera. Tam je tako, v redu, bi ga imel. Leži dober avto, imaš kaj. Čakaj, na Panamero gre tudi kluka, ja? 100%. Ne, gre. Sicer je bolj kajen v konjeniških službah, ne? Ja, se načut ga, se lahko imaš trliš iz poprečja, ne? Ja, čeprav Panamero bi šla, sigurno. Ja.
Skrbiš za... Ja, prost, povej. Drugač, ker smo se v kamionih pogovarjali, veš kaj pa najboljš. A? Ker se voziš recimo na kakšno, kam daleč v Španijo, pa kitajskega, potem pa oni dolgi klanci, ki grejo gor, pa vsi ti vlačilci natovoreni te prikolče čist do konca. Ja, se samo počasnijo, ko grejo gor, ti jih pa sam prehtiš. No, za te naše kamione, par 8 konj, ki damo gor, ne, ja. Je lightweight kamion, ne? Ja, mislim, če daš na tempomat 85, 90, karkoli, ko pride v klan, ga načne obremenine. Ostali grejo vsi vedno počasneje, na koncu 50 na uro, ki gor počas premikajo, ti pa sam Tako da, če se boste po dolgih avtocestnih klancih s kakšnimi počitniškimi prikolcami vozili, da ne boste podcenjevali na kamione, ki piše gor equestrian. Ja, vedno horses, različne barve. Tisti letijo. Ja. Klele gledam, če imam še kaj napisan tacga, ker sem talent, smo govorili, delo, karakter. Ne, malo še neki, ne? Dej, seveda. Glede na to, veš kaj sem ti hotel reči, Ciril, vse to sem napako, jaz včasih delal, pa me je en star urednik enkrat popravil, ne? Ker nervozen rado, pa? Ja, zavoj imaš trudel, cesta ima pa uvink, ne? Pa parkour ima tudi uvinke, ne? Ampak glede na to, ne, da sem... Preden to vprašanje, zdaj sem se spomnil. Kaj pa ta en najbolj atraktivnih športov znotraj konjeništva je vprega, ne? Ja. Vožnja vpreg. A to si ga spremljal kdaj v živo? A ti je všeč to? Ja, to mi je tudi ful všeč v bistvu. A ti si videl to, Ciril? Ne. To je rally s konji. Ja? Koliko je posadka? 2, ne? Odvisno, ne, imaš različne vprege, ampak gor jih je, mislim, da 1, 2, 3, 3 ali pa 4, nisem siguren. Se pravi, šofer? Šofer, mislim, da so 3, ja. Šofer pa 2 v zadnji. In potem se na vsakem ovinku zavajo, karkoli, se nagibajo noter, da se ne prevrnejo, ne. Modeli podriftajo, ne? Koliko pa konj to vleče? 4 ali pa 4, ja, mislim, da 4 ponovadi. Zanimivo, stvari. Različne, ne? Ampak 4 so to pravi, pač. Tu moramo mi atmosferci enkrat za enim terencem narediti, stari derko proti, to moramo propeti zraven, ker to zgleda, a veš kako to zgleda, to je noro. Če bi ena vprega pa avto tekmovala noter v maneži, pa če narediš parkour, ne vem, kdo bi bil hitrejši, ker oni se res driftajo, pa se morajo toliko nagati na stran, da skoraj dol padejo, oni visijo v zadnji, ampak drugače se prevrnejo. Tisto je res hodovno. Nekaj še hotel vprašati. Kaj sem že hotel? Zdaj sem pa pozabil. Parkourju, zavoji. Ker pač Gaj ima to naštudirano, ne? Povprečju 12 zaprek, pa še ti, ki postavijo to, da gre 1, 2, 3, 4, 5, ampak ti moraš usmice, ono, tretjo. Ba jaz ti ful dober v kartingu, ne? Ja. To ti je pomagalo, kaj? Pri parkourju koncentracija ali ni povezave? Idealne linije, veš? Ja, idealne linije. Se ti zdi, da ti je to pomagalo, ali si to čisto za zabavo vozil? Ne vem, če mi je pomagalo, ampak je pa zelo za zabavo. Ja. Tudi s prijatelji, ostalimi jehači gremo velikrat voziti, pa malo dirkamo. In tudi vmes med sabo stavimo, jaz sem ponovadi kar zato, da stavimo, ker mi gre ponovadi kar v redu. Lahko stavimo. Najboljši, če gremo s kakšnimi, ki ne gremo vsak dan, ki ne vejo. A smo mi, smo pri koncu, bomo še kaj vprašali? Ne, bomo obdelali, ne? Ja, a ta zadnje vprašanje? Ne še ta zadnje vprašanje. Zato vprašam, ja. Kaj se ti pa zdi, da je znamka, ki jo največkrat vidiš na teh velikih tekmah? A so kakšne znamke, ki stopajo, da jih ljudje, ki imajo konje, da jih večkrat imajo, ali pa ne vem, je to Mercedes? Ja, po mojem, da imajo kar radi Mercedes, bi jaz rekel. Mercedes tukaj v Evropi? Ja. A pa do zun tudi? Ja, bolj v Evropi, ne. Ja. Pol v Ameriki pa ne vem, kaj imajo ti jahači večinoma. Kaj pa lastniki konj? Pa tudi. Pa mečkem boljši Mercedes, pol. Kako pa zgleda dieta enega tvojega dirkalnega konja? Konji jejo 3-krat na dan, tudi 4-krat včasih, torej zjutraj hranimo okoli 7, dobijo seno in različne musle, pač tam vsak konj ima svojo dieto, ne? Eni rabijo mečken več energije, eni malo manj,
eni imajo dieto, ki je v redu za trebuh, če imajo kakšne probleme s prebavo. Pol pa tudi dodatke, imajo pa različne dodatke, kot kakšen magnezij, pol vitamine različne, elektrolite, vse to, milijon dodatkov imaš za konja. Pri skakovanju za prek pomembno razmerje mišična masa, velikost, te stvari. Ta zgradba je verjetno problem, če je konj tudi premočan pa pretežek. Ja, vedno je probamo, da so pač v kakšni idealni formi, ne? Da niso predebeli, da niso presuhi. Konji, ki veliko potujejo po tekmah, so včasih lahko tudi v stresu, tako da malo shujšajo. Ponovadi nimamo teh problemov, ampak kakšni konji moraš jim dati tako hrano, da se bojo zredili, brez tega, da bo imeli preveč energije. Torej, ne smejo preveč energijsko hrano jesti, ampak morajo pa dovolj, pa dobro za prebavo, da nimajo zredi, ker preveč ijo kakšne probleme s prebavo. Ja, v bistvu je kar zakomplicirana stvar. Ni, da mu daš kar nekaj za jesti, pa bo to v redu. Se zdaj malo preskakujem, ko sem se spomnil, pa se mi zdi zanimivo, prej si omenil tudi te daljše poti, ne? Ker lahko traja, če se vi iz Nizozemske peljete v Španijo na tekmo, verjetno je pot 2 dni, ne? Ja, v bistvu 2000 km je do Sunshine Toure, kamor gremo spomladi velikrat. Če gremo toliko daleč, velikrat dostanemo tam par tednov na tekmi. Potujemo pa ponovadi po noč, ker takrat konji ne rabijo jesti. Vedno jim damo vodo, če hočejo piti. Pa potujemo jaz bi rekel 10 ur čez noč, pol se ustavimo čez dan, jih damo tam v kakšne hleve. To moraš tako načrtovati pot, da se v nekem konjeniškem centru ustaviš. Ja, vedno vse fajn splaniramo. Da jih daš malo izpust, da se oni malo porelaksirajo. V bistvu tam imajo svoje bokse, kjer počijo in jih sprehodimo, ker če stojijo skoraj celo noč na kamionu, so ponovadi malo stif. In pol počivajo čez dan, sprehojeni so in pol zvečer gremo spet na pot, se vozimo čez noč. In pol tudi, ponovadi se ne, če gremo čisto dol do Španije, se vozimo 3 noči. 3 noči, ja. A pa je tako, oskrba s hrano imaš pa vse na kamionu, ste pa samo zadostni? Ja, skoraj vse sabo pripeljemo. Včasih se splača celo, če gremo na tekmo za par tednov, pa če vzamemo veliko konjev sabo, lahko tudi na tekmi naročimo hrano. Ampak pa vedno naročimo iste firme, čisto isto hrano, kot jo imamo doma. Kaj pa je problem konja spraviti pol v kamion po rampi? Se temu upirajo, če so, naprimer, če vede na poti. Če vedeš, vi ste če 3 noči potujete po drugi noči, se pravi, ali pa bom rekel, ko štartate doma, ali pa po drugi noči ga je teže po uni rampi spraviti noter, ali jim je bolj kot ne vseeno? Ne, jim je vseeno. Recimo na začetku mlade konje ne moreš naučiti, da grejo gor na kamion. Pol je veliko dobro, če daš enega, ki ima starejši, ki že ve, kaj se dogaja, da greš pred mladim konjem gor, da tam mlad vidi, kaj se dogaja. Ampak pol, kaj ne parkrat grejo gor in pa ni problema, vejo. Mislim, jim je dovolj udobno zgleda, da ni problema se jim voziti celo noč gor. Sem stari, mora biti po vsem konju kar dolg čas, ne? Ker pol uno steno bolj 8 ur ali pa 10 ur, pa skozi sam šum ceste. Ciri, se ima okno, veš? Ja. To gre tako le šiba mim, stari, me zanima. Drevo, hiša, drevo, avto. Pride dol. Pa tudi v bistvu se lahko dotikajo malo, z nosi med sabo, tako da se tudi malo grizejo pa igrajo. Malo se pomenijo, ne? Ja, recimo, če je kakšen res tečen gor, da ga ostali konji ne marajo, pol mu lahko zapreš, da preglavi, da mu daš tako pregrado, da se ne morajo preveč igrati. Ampak drugače so pa tako zelo v redu, so prijatelji med sabo in se malo ne vem, kaj pogovarjajo. A misliš, da reče, zdaj šel pa gaj za volan, zdaj bo pa malo v Luizi, ali pa zdaj pa malo hitreje, bomo prej tam. Ja, kaj? Kje smo? Ja, skoraj 2 uri, stari. Ura 47. Koliko je tole hiter mem špric, ne? Pa še nismo še čist na koncu. Nekaj moram še vprašati. Če bi hotel enega tazga slovenskega olimpijskega konja, kaj bi mogli narediti? Mislim, ka lipicanci niso glih za preskakovanje, oni so bolj za dresuro, ne? Ja, so bolj za dresuro. Mislim,
So tudi konji, ki so v Sloveniji rojeni, da so v top športu. Ne? Recimo en izmed njih je Arlen Blue. Odkot pa prihaja? Gregor Ušen, njegova partnerca, v bistvu Nastja Udovč. Oni so zredili tega konja in skače na velikem nivoju. No, bravo. Ja. In tudi imajo še par sester in bratov te kobile, tako da upamo, da bo v budućnosti še kaj ratelj. Si rekel, si bil na obisku, ne? Še malo preveriti. Ja. Pred zadnjo vprašanje. Prav, dej. Jaz bom čist iskreno povedal. Kaj da smo na podcastu? Jaz mislim, da on material za olimpijske igre je, ne? Ja. Glede na to. Mi ker smo tako drugače ful strokovno sposobljeni, da ocenjujemo jahače. Ne, pazi, jaz sem videl, kje je on profesionalni jahač. Ne? Ja, seveda, jasno, hecam se. Ne? Kaj ti rabiš, Gaj, da prideš na olimpijske? Rabim ta pravega konja, ne? Ja, in zato pa pol, recimo vsi dobri jahači imajo tudi lastnike, investitorje, ki vlagajo te konje in jih kupijo in pol čakajo, da pridejo ta pravi rezultati in pol se na koncu ti konji prodajo, ne? Torej, ja. To je orank posel, hočeš. Je orank posel, ja. Se da zaslužiti dobro. Ampak če bi jaz, naprimer, zdaj zadev loto, Eurojackpot, pa potegnem 90 milijonov, pa sem jaz lahko tvoj investitor in midva bi šla skupno olimpijsko. Brez problema, z veseljem. Zelo dobro pod vprašanje imam, zelo sem se pohvalil. Imamo pod vprašanje, ki se mi zdi, da bo, ki je meni zanimivo in sicer, koliko velika je pa ekipa, ko greš ti na eno tekmo za teden, dva, koliko ljudi je tam, ima tebe konja, kaj pa pol še? Ja, v bistvu jaz grem lahko na tekmo tudi samo sam, pa z mojim grumom. Trenutno je ime Ines, z njo potujeva po Evropi in greva na različne tekme. Če gremo na kakšno malo večje tekmovanje, pride tudi trener, na te prvenstva pa to je pa vedno tudi pride kakšen veterinar, fizioterapeut za ljudi in za konje. Ja, torej. Ampak lahko vse speljamo, tudi jaz sam pa ta pomočnica moja, ki skrbi za konje in skupaj potujeva po Evropi. Še eno ekonomsko vprašanje, če glih koga denar žul, ne? Se pravi, če ti vstopiš kot investitor v konjski posel, ja. Če imava zdaj rang, ne vem, kriptovalute, redki avtomobili, oldtimeri, konjeništvo. Je konjeništvo tak, bom rekel, siguren vložek ali? Ja, mislim, vedno je lahko pride kakšna poškodba, ne. Okay. Ampak drugače se mi pa zdi, da je kar dovolj siguren vložek, ne. Tudi čisto različno. Investitorji ne rabijo veliko denarja vložiti to, ne, lahko dajo čisto različno. Lahko vložijo malo več, lahko malo manj, lahko dajo 10,000, recimo lahko dajo tudi 100 jurjev ali pa $500,000, ne. Čisto različno je to. Ampak drugače se mi zdi pa kar dovolj siguren vložek v to. Vsaj sklepam po... To pomeni, če bosta direktorja Atmosfercu enkrat poslovno tako uspešna, da bomo mi lahko napraskali 5 jurjev za svojo konjsko moč, se nam pa splača vložiti, ne? Ja, kaj ne veš? Ja. Jaz imam zadnje vprašanje. Ja. Kateri je bil pa tvoj prvi avto? Moj prvi avto je bil Ford Focus ST-Line. Mislim, da ga je zelo Jure, a ga nisi ti pomagal? Pomagal sem ga prodati. Ja. Pomagal sem ga prodati, ker so bili oni že na Nizozemskem. In so mi papirje poslali in sem jaz prišel tam in sem rekel, jaz bi pa ta avto prodal, ni moj, je pa jahač na Nizozemskem tega vozil. Pa sem ga zdi tako pogledal. Kaj pa ti govori? Kaj je tu kakšna skrita kamera? Ja. ST-Line, počrtan športnosti, odkud ti se mi zdi. Pa še čist ta zadnje vprašanje, po ta zadnjem vprašanju, kaj pa ostali športi? V čem še uživaš? Rad igram golf, to v prostem času, grem s prijatelji malo igrati. Za ostale športe pa glih nimam kaj dosti časa. Torej, ja. Če imam čas, grem golf igrati. To je dobro. Tam v naravi lepo se malo sprostiti. V bistvu si veliko daš na to, pa narava te pomiri. Ja. Sem konji. Make sense. Horsburgerjev pa ne ješ. Ne. Mislim, da je to čisto, da zaključimo tale podcast. Bi bilo pa ne fair, če bi zdaj rekel ja. Ne. Gaj,
jaz sem neverjetno vesel, da si se odzval v Bilu in še bolj sem vesel, da si Jure pripeljal ali pa da si videl potencial v tem, da imamo gosta, ki pride iz čiste enega, nam rekel X področja, ampak področja, ki ga mogoče tudi naši poslušalci niti ne pričakovali in kako hitro najdemo tudi usporednice z mobilnostjo, ki je prežeta ali pa je ves svet nekako prežet z mobilnostjo, v tem primeru smo govorili o tovornjaku pa o poteh, pa to je nekaj zanimivo tudi to plat slišati. Sploh pa sem se danes toliko naučil o konjeništvu, o dirkanju s konji, o konjih, o dirkačih oziroma jahačih. Res, ful, hvala, da si prišel. Ja, hvala, da ste imeli, je bilo zabaven. Jaz ti vam tudi rekel hvala, pa mogoče en tak mini apel vsem kolegom, ki šport pokrivajo. Jaz sem bil zelo ponosen na Nizozemskem, ko sem videl, za koga jaha, na kakšnem nivoju jaha, gaj. Pa zelo ponosen sem bil, predvsem, ko sem tiste komentarje poslušal napovedovalcev, ki so te napovedali. In jaz tako, ko sem začel, še zdaj trdim, jaz mislim, da Gaj je material, da bomo enkrat rekli, imamo tudi konjeniško zvezdo. Super. Da, Gaj sam dalje, pogumno. Super, hvala. Srečno. Hvala, Gaj. Čau. Pa smo dobro zaružili, stari, skoraj 2 ure, Zdaj skoraj pravič oddam, tako 1 uro mogoče imaš le. Se mi zdi, da bi lahko še kar klepetam. Ja, pa lažje je šlo, kot sem mislil. Ja, res? Oš mi naroč na začetku, kaj. Ma ne, stari. Ja, kot pogovor. Še on veliko ve, jaz sem pa ta butasta sprašal, ker vem, da bo tudi fajn. The best. Ker si ima že kakšenjak, unike ne vejo tako konjeništvo, ne je dobro, da se jim predstav. Pa se tudi jaz tukaj ne vem o konjeništvu. Sam si pa veš imel to izkušnjo, pa veš čisto drugače zapeljati vprašanje, ker imaš kontekst, jaz pa konteksta nimam. Čakaj, mi zdaj podcast nadaljujemo? Ja, moram pritisniti. Jednač, daj Gaj, to pa še en gost moj ni naredil, daj pritisnem stop, to je tale tukaj. Evo, zategnil je uzdo. Zategnil je uzdo.